Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ugol. 3. sezona, kjer nogomet spoznavamo drugače, poglobljeno in strokovno. Vsi, ki ste ljubitelji nogometa, vabljeni, da nas poslušate, sledite in spoznavate nogomet drugače. Slogan naše oddaje, nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz, boste spoznavali skozi vse oddaje, ali za nazaj, ali za naprej. Ponosni smo, da smo uspeli izpeljati 2 kvalitetni sezoni. O naši kvaliteti zagotovo tudi govorita 2 naša nova partnerja v 3. sezoni. Prvi je Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in drugi je Nogometna zveza Slovenije. Vsi, ki ste tudi naš partner in nas poslušate, vas vabim, da nas sledite, delite. Naši kanali so zagotovo YouTube, Spotify, Deezer, Google Cast, iCast, se pravi, najdete nas vse posod. Kaj se bomo pogovarjali v tej oddaji? Zagotovo, kakšen je novinarski poklic, kaj vse novinar mora ali pa naj bi počel, se pripravil za to, da bo oddaja kvalitetna. Zagotovo tudi, kakšna je razlika med novinarstvom in komentatorstvom, kakšne so pasti in težave znotraj tega poklica, pa tudi absolutno, kako vidi Anže nogomet skozi svoje oči in kako pridobiva neko strokovno znanje za to, da lahko poslušalcu posreduje prave, kredibilne in kvalitetne informacije. Zagotovo ne bomo šli mimo svetovnega prvenstva v Katarju, o organizaciji, kaj pomeni biti na enem takem velikem prvenstvu in še verjamem, da veliko, veliko več. Tako da gremo v oddajo. Smo v novi oddaji 3. sezone podcasta iz Centra Ugol. Tokrat snemamo v hotelu Nox na Celovški v Ljubljani. Tiste, ki zanima, zelo zanimiv hotel. Predvsem, kar je zelo zanimivo, je to, da vsaka soba v hotelu je drugačna. Se pravi, vsak interijer je poseben. Tudi moram reči, da jaz sem prvič pač v hotelu, me je zelo navdušil. Današnji gost, Anže Bašelj, še enkrat lep pozdrav. Lep pozdrav, lep hotel si izbral, ponavadi tukaj pijem kavo, sob pa še nisem spoznal. Si tu blizu, kje doma? Ne, z Jakatom, tvojim prejšnjim gostom ali nekaj mesece Jaka Jakopič, grejo tukaj doskrat na kavo. Ja. Aha, ok, tako da vem, da moram Jakopiča sem podporovati na kavo. Ok, dobro. Zdaj, naš slogan je, nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz. Vemo, da ti delaš na Radio Televizija Slovenija, ne? Ali lahko rečeš, da ta slogan, glede na to, da vem, jaz osebno vem, skozi oddajo upam pa, da bom spoznala, da si zelo velik navijač nogometa ali pa ljubitelj nogometa, a drži ta naš slogan za to našo lepo igro? Ja, mislim, da si kar lep slogan izbral, ja. Kaj te v bistvu do zdaj v tem nogometu, kaj te je najbolj tako izven te zmage in poraza, kaj te je navdušilo? Ja, mene pri nogometu najbolj navduši to, da si lahko s prijatelji, ne? Da se prijatelji že od majhnih nog, ko smo se zbrali, igrali skupaj. Ne glede na to, da je bil nekdo malo bolj debel, nekdo suh, nekdo velik, nekdo majhen, nekdo star, nekdo mlad, smo vedno lahko igrali. Ne? In to druženje mi je bilo vedno pri nogometu najboljše in zaradi tega večina fantov verjetno začne z nogometom že v osnovni šoli, ker je najbolje družiti se z nogometno žogo. Ne? Ti si igral v mladosti nogomet? Ja, jaz sem igral v Slovanu. Na Slovanu sem igral, vendar pa se je moja pot kar hitro končala. Jaz sem odraščal v predelu Ljubljane Vodmat. In ta Vodmat je zelo znan potem že, da je bil zelo športno naravnan, predvsem košarka je bila tam. Esad Babačič veliko govori o Vodmatu kot o centru košarke v Ljubljani. Mi pa smo bolj ali manj igrali, tako kot vsi majhni dečki takrat v tistem času, še v Jugoslaviji, vse športe. Ne? Tako da načeloma sem jaz treniral na Slovanu mogoče 2 ali pa 3 leta, pa sem pa hitro obupu, ker smo imeli na Vodmatu dovolj dobro ekipo, da smo igrali med sabo. In sem raje igral s prijatelji, kot tam z nekaterimi, ki jih nisem poznal. Jaz sem letnik 76, tako da se spomnim, da so bili takrat na Slovanu Cimerotič je bil, pa Aleksandar Knaus, ne, ampak
Potem pa prodajam eno anekdoto, ne. To so bili čist drugi časi, ne. Zakaj sem jaz nehal nogomet, ne. Mi smo imeli psa irskega setra Jakata in moja mami, sami smo živeli, jaz pa moja mami pa moj brat, nismo imeli veliko denarja, ne, in mi je kupila kopačke. In po 1,5 leta je pes grizel eno kopačko. In potem mi je bilo toliko nerodno, oziroma kopačka ni bila več toliko primerna za igranje nogometa, da sem obupal in nisem več šel na trening. In moram reči, da nisem nikoli pogrešal, da bi treniral nogomet, ker smo imeli v svojem okolišu, torej na Vodmatu, vsak dan, od kar se je končala šola pa do večera, smo igrali košarko, nogomet, odbojko, vse. Tako da nisem pogrešal tega treniranja. Ne vem zakaj, ampak nisem pogrešal. Aha, pa zdaj, če gledaš zdaj za nazaj, bi se drugače odločil. Glede na to, da Slovan v tvojem času je imel odlično nogometno šolo, jaz upam, da se bo kdaj vrnala na ta nivo, ne. Mislim, da se zdaj kar trudijo tudi, no. Ampak ko pogledaš tako nazaj, ne, dajma tu prvo stvar povedati, ne, ti si prvi strelec reprezentance novinarjev, ne. Tudi, ko se pogovarjam tako, kdaj s kom, ne, tudi midva smo se enkrat srečala na eni promocijski tekmi, ne, se ti vidi, ne, da rad igraš nogomet, da imaš pregled nad igro, ampak da tudi rad zabijaš te gole, ne. Tako da vsi pravijo, da imaš pač ta občutek za igro, da bi mogoče lahko kaj več bilo kot samo to, da bi igral s prijatelji na ulici. Ne vem, če sem imel dosti discipline in to, ne. Ker jaz sem treniral marsikaj. Mama me je ob 6 zjutraj vozila tudi na plavanje, pa judo, pa še kaj v šoli, takrat je bilo pač tako, da smo vse športe igrali, ne. Tako da po mojem je nekaj manjkalo, da bi res tam ustrajal, ne. Pa glede na to, da sem bil zelo majhen, ne, so bili večinoma fantje veliko večji od mene, jaz sem šel še 1 let prej v šolo, tako da sem bil sploh en tak majhen ventilček in nekako nisem v tistem okolju na Slovanu najdel neke družbe, ker večina jih je bilo iz Štepanca ali pa iz Fužin, ne. In oni so se vsi poznali, jaz sem pa prišel kot nek tujek iz Vodmata, ne, pa sem se sam tam vozil s kolesom na treninge in nisem najdel neke družbe, ne. Ker vsi moji prijatelji so ostali na Vodmatu, noben ni treniral nogomet ali pa kaj drugega, ne, ker smo imeli vsi dovolj. Verjetno tudi takrat starši niso toliko vozili, kot zdaj, ne. Moja mama je bila pač sama, je sicer naredila veliko za naju, ampak nama je pustila z bratom, če želiva kaj trenirati, ne trenirajo, če ne pa ne, ne. Ampak ne pogrešam in tudi zdaj ne vem, da bi mi bilo kaj žal, da nisem igral nogometa. Ampak glede na to, da ti zelo rad si v rekreaciji še vedno, si zdaj bolj discipliniran, kot si bil včasih. Zdaj si me to 3 leta prepozno vprašal, zdaj sem totalno nediscipliniran, kar se vidi tudi po moji postavi, ampak mislim, da mi zdaj z leti malo zmanjka te hitrosti, ne. Včasih, tako kot si omenil, ne, ko smo novinarji igrali, sem bil prav zaradi te hitrosti dober, ne. Goran Obre se podal žogo naprej, pa sem tekel, ne. Pa ponovadi so bili na drugi strani malo starejši, pa sem jih prehitil, ne. Pa predvsem sem rad bil napadalec, ne. Vsi pravijo, da rabijo posebno žogo za mene, pa za ostalo ekipo, ampak jaz mislim, da napadalec mora biti malo sebičen, ko pride v kazenski prostor, mora on predvsem razmišljati o tem, kako bo dal gol, ne da gleda levo desno, da bi podal, to je moje mnenje. Ok. Zdaj, midva, ko smo se pogovarjala, smo rekla, v pripravi te oddaje, ne, mene zelo zanima, kako v bistvu novinarji funkcionirate, glede na to, da se znajdete v veliko vlogah, ne. Zdaj, prvo vprašanje bi te jaz tako mene, kje si ti našel, rečemo, navdih sploh, da si šel za novinarja, da si ti šel na fakulteto, da si naredil, pač, da si diplomiral tudi na fakulteti za družbene vede, kaj te je toliko navdihnilo? Mi smo imeli veliko družino, ne, in takrat so se družine, če primerjam zdaj, res veliko družile. To pomeni, da sem imel veliko bratrancev in vsi so bili športno naravnani, en je pa postal kasneje, starejši od mene 10 let, tudi športni novinar, Igor Cimperman, dela na STA-ju, ne. In on je bil moj vzornik. In vse, kar je on navijal, sem tudi jaz navijal, ne. On je imel mlajšega brata, jaz sem imel pa starejšega brata in to je bilo vedno jaz pa on, pa moj brat pa njegov brat. Pa karkoli smo igrali, sem bil jaz z njim. In karkoli je on navijal, sem jaz navijal za njih. Naprimer, v nogometu sem navijal za Dinamo. To je bila še Jugoslavija, tako da smo za Dinamo navijali. V hokeju smo navijali za Olimpijo, brat pa, njegov brat pa za Jesenice. In to so bile bitke že doma, ne. To je bilo res. In smo res tudi z bratranci igrali, skupen vikend smo imeli in smo tam smučali.
imeli smo takrat že namizni nogomet in takrat sem jaz ob temu mojemu bratrancu, ki je bil nor na šport, tudi sam vzljubil šport in to so bila 80. leta, ko smo vsi zgledali skoke, smučanje in to, takrat smo bili vsi nori na šport. Ne. In on je bil nek moj vzornik in ko je on pol prišel, leta 92, 93 z novim avtom, imel je ful veliko plačo in takrat je bilo novinarstvo, tudi športno novinarstvo veliko bolj cenjeno, kot je zdaj. Ne. Ja. Tudi boljše plače so imeli in vse. Ne. Zdaj je to malo padalo in tukaj se rekel, kako je pa to dobro. In potem sem šel za nekaj časa na STA, ne, na Slovensko tiskovno agencijo, vmes pa je bila tudi audicija za RTV. In takrat sem rekel, pa daj grem pa provat, ne, jaz nisem nikoli v osnovni šoli nastopil. Kljub temu, da sem bil tak nek razredni klovn, mi je bilo pa doskrat naroden. In ko sem bil kaj vprašan pred tablo, sem zelo nerad nastopil, tudi na nobeni gledališki predstavi v šole, kaj tazga. Ne, ampak sem rekel, pa grem tja. In sem šel in je bilo okoli 200 tistih prijavnih in so nas, mislim, da najprej 20 vzeli, pol 10, pa mislim, da nas je samo 5 ostali takrat iz tiste generacije. Ne. Ampak, da sem imel nekega vzornika. Ne. Ja, ok, ampak rečemo, zdaj, zakaj si se odločil, razumem, se pravi, te je nekaj pritegnalo, ampak a vi na fakulteti že imate takoj potem tudi smeri, zakaj boste se vi poročali, na kak način se vi usmerjate, da bo, glede na to, da ste pač se odločil za športno novinarstvo. No. Ja, klete moram malo popraviti, jaz sem mednarodne odnose diplomiral. Okay. Ja, tako da nisem šel na novinarstvo. A ti nisi novinar? Ne, jaz sem po izobrazbi politolog. Ja. Politolog, ja. Mednarodni odnos, smer mednarodni odnosi. Jaz mislim, da si ti bil na novinarstvu in si potem v bistvu delal vezavo na politologiji. Ne. Ok. Ja. Tako da je to tvoja ljubiteljska del pol bil? Recimo temu, ja. Nekako sem razmišljal, da ne vem, če bi šel glih na novinarstvo. Ne vem zakaj. Meni so bili zgodovina vedno zelo všeč in sem takrat rekel, grem pa na mednarodne odnose. Najprej prvi letnik seveda izredno, ker nisem imel dovolj točk, ker to so bili sami odličnjaki pa to. Potem pa drugi, tretji, pa četrti letnik sem bil pa že redni študij, vmes sem seveda malo zapustil študij 10 let in diplomiral potem športna diplomacija leta 2015. Tako da nimam mogoče mi dostkrat manjka kakšne te formalne novinarske izobrazbe, to, kar se učijo na novinarskem faksu. Ne. To mi mogoče kdaj manjka. Ne. Ok. To sem potem jaz pač spregledal. Ja. Ampak rečemo zdaj, ko gledaš, ne vem, ko jaz gledam vas novinarja, ne, vi poročate v kup različnih športov. Ne. Kje se pridobiva, rečemo, znanje za to, da ti komentiraš lahko konkretno šport? Ne? Zdaj, verjamem, da nogomete pač malo bolj se tudi, bom še potem malo bolj podrobno, ker mene tudi zanima, ne, kako prihajate do informacij, ampak kako se vi pripravljate v bistvu za ne vem, zdaj karikiram, da bomo imeli svetovno prvenstvo v badmintonu, pa ga v štip prenašal. Ne? Ja, mislim, da se tukaj televizijsko novinarstvo pa časopisno novinarstvo kar dosti spremeni. Je kar dosti razlikne. Mi na televiziji moramo res več športov pokrivati. Ne vem zakaj, ker nas je manj ali ne. Se mi zdi, da časopisni novinarji imajo 1 ali pa 2 ali pa 3 športe. Ne. Jaz se spomnim, ko sem prišel na RTV, so komentirali predvsem Ivo Milovanović, Andrej Stare, Marjan Fortin. To je imel vsak po 5-6 športov. Ne. Zdaj se je malo spremenil, je malo večja specializacija. Pa to, ne. Čeprav tudi na RTV-ju še vedno, če imaš en šport, to ni dosti, ne. Ker nimamo toliko prenosov. Ne. Na teh športnih televizijah imajo dovolj nogometnih prenosov in potem te dovolj sam vsak drug dan komentiraš nogomet. Ne. Tle pa mora biti malo bolj širok, žal, tako je, dostkrat nas to tudi tepe, ne, ker nismo toliko noter, recimo v nogometu, kot so morda ti reporterji na teh specializiranih športnih televizijah. Ja. Ja. Ti, rečemo, se pripravljaš za neko vsebino, ne, tako kot sem rekel, ne vem, za badmintona. Ti greš potem, ne vem zakaj je ravno badminton, ne, ampak en tak netipičen šport verjetno, ne, a ti greš potem, ne vem, do nekih strokovnjakov pa jih vprašaš, glede na to, da si verjetno vedno tudi ne možeš privoščiti, da imaš še nekoga strokovnega sodelavca zraven, da ti pomaga pri komentiranju. Ja, greš. Dobro si izbral badminton, jaz zelo rad badminton igram, ne, ampak smo pa komentirali enkrat na športovi squash, ne, in takrat sem potem šel do tega, ki je organiziral in seveda se valjda malo pogovori z njim, da malo spoznaš te skrivnosti športa, čeprav sem tudi squash igral. Ne. Večino športov nekako poznaš
Skozi igro. Ja, skozi igro, pa nekaj veš o njemu. Ne? Ampak če pa moraš komentirati, ne, potem pa moraš do enega strokovnjaka. In meni nikoli ni bilo težko vprašati nekoga. Jaz ne vem vsega in nekateri se kar mislijo, če pa zdaj vprašal, bojo pa mislili, zdaj pa ne vem tega. Ne? Ampak mene so te starejši kolegi Milovanovič, Fortin naučili, da moraš vprašati. Ne? In oni so bili glede tega res dobri mentori. Ne? Čeprav smo se jih takrat, ko sem jaz prišel na RTV, rekel, Milovanovič, Fortin, ampak so bili zelo odprti in oni so še star tip novinarjev, ki radi pomagajo, ki prav želijo, da ti prideš do njih in da jih kaj vprašaš. Ne? Ko najhujše, ko doskrat te, nočem zdaj govoriti spet mladi, pa to, ampak ne pridejo vprašati, ker mislijo, da že vse vedo, ne? Ampak to ni res. Ne? In takrat so nas te Milovanovič, predvsem pa Fortin, stare bolj zunani, tako da ne, pa tudi Igor Bergant naučil, da moraš daj tudi kaj vprašati, da ni treba, da samo pametuješ, ampak daj tudi kakšno dobro vprašanje pravo. No, meni je to zanimivo. Jaz imam občutek, da vsi poklici, da zelo podobno, mogoče mladi funkcionira. Ne? Ker v bistvu meni je bil ta izziv tega podcasta ravno zaradi tega, ker smo se mi pogovarjali o nogometu, nimamo diskusije. Trenerji ne delijo informacij, igralci ne povedo, kaj se je dogajalo. To je vedno nekje tako v zaprtih krogih. Ne? Ampak zaenkrat jaz moram reči, da jaz nimam težav. In ne vem, tudi tiste velike skrivnosti potem trenerji nam zaupajo tu znotraj podcasta, ali je to ciklizacija, je to, ne vem, pač komunikacija z igralci ali kako komunicira s svojim timom. Tako da verjamem, da potem, ko nekdo preide neko izkušnjo, že je vedno pripravljen, samo ga je potrebno pač mogoče pocukati za rokav. Ne. Zato tudi ne. V bistvu hočeš reči, da tebe zdaj, ko že prehajaš v seniore, da te lahko tudi kak mlad pocuka, pa te malo vpraša. Ja, jaz sem zdaj toliko star, kot so bili oni stari, ko sem jaz prišel na RTV. Se je takrat zdel, jaz se ne počutim toliko starega. Ne. Se je pa novinarstvo takrat, ko sem jaz prišel na RTV, torej leta 99, pa zdaj spremenili to, kot prej mogoče v 100 letih. Ne. Predvsem to televizijsko novinarstvo je povsem drugačno. Tule lahko mi, da se snemava na telefone. Ne. Včasih smo imeli vepre, se je rekel, kaseti, pa VHS kasete, pa ne vem kakšne, bete kasete, pa to, ki se jo mogel dati noter, pa pol ure posnel in potem nova vzeti. Ne. In jaz se spomnim, prvič sem bil na Evropskem prvenstvu 2004 na Portugalskem. Takrat je bil še star sistem, kamera, taka majhna montaža, sicer že prenosna, ampak vse, pa kaseta. In mi smo prišli, naprimer, iz tekem ob 3 zjutraj in smo mogli narediti prispevek za prva športna poročila, pa druga športna poročila, potem pa je mogel montažer ob 10 zjutraj jeti 80 km stran na veliko televizijo, kjer je to kaseto noter dal in poslal potem prek satelita. Ne. 2 leti kasneje v Nemčiji smo imeli pa prvič že računalnik. In takrat so vsi te starejši novinarji rekli, to ne bo šlo, to ni dovolj dobra slika, to bo hitro, to mora biti tako, kot je bilo včasih, kamerman, pa pomočnik kamermana, pa tonski tehnik, pa lučkar, pa to, ne. Zdaj se pa to vse zmanjšalo v en računalnik, eno majhno kamero, pa to, ne. In res se je to zelo spremenilo. Samo v 2 letih, naprimer, od Portugalske do Nemčije se je čisto spremenilo. In takrat so potem te novice res lahko bile takojšnje, ne, ker midva sta na Portugalskem ob 3 zjutraj naredila prispevek, ki je šel ven šele potem ob 8 zvečer. Ja. Zdaj pa lahko. Samo ni zanimivo to, kar ti govoriš, ne, zdaj mi pade tako na misel. Ne. Včasih je bilo normalno, da mi čakamo časopis na naslednji dan, da bojo, ne vem, poročila zvečer ali pa šele naslednji dan, da bojo zvečer poročila. Ne. Danes pa vsi pričakujejo, da bojo novice v naslednje pol ure, ker če njim ne bo v pol ure, si že zamudil okno. A se tu pa zdaj čuti tudi pritisk na drugi strani, ne vem, javnosti, da vi morate takoj pripraviti novico? Ja, dobro, to se več ali manj takoj pojavi na multimedijskem centru, torej na internetu, ne? Ja. Na naši spletni strani. Televizija ima še vedno te termine, ko so poročila ob 8, pa ob 10. Ne? Ampak dostikrat se vprašam, to je mogoče skoraj že 24 ur staro. To verjetno so že vsi videli zdaj, ker so tudi posnetki povsod, ne, koliko je to smiselno. Ne. In se mi zdi, da tudi naši gledalci so bolj ali manj starejši gledalci, ki gledajo poročila še vedno od 7 do 8, ne, da ti mladi tega več ne gledajo, ker že vse dobijo na svoji roki, ne, v tablici, na telefonu. Ne. In tudi to mora televizija zdaj začeti razmišljati, kako spremeniti, kako nekako povezati in
spletno stran in radio, mi imamo to srečo, da imamo še radio, pa še televizijo, da se nekako dopolnjujemo. Ne? Ker ob 8 zvečer, da mi še enkrat pokažemo tiste gole, ki so jih že vsi videli, je malo mimo, moraš nekaj novega odkriti. Rabiš neko drugo informacijo. Ja. Ok, dej tu rečemo, zdaj smo že neparkrat si omenil, ne vem, eno je komentiranje, drugo je pa biti novinar. Ne? Koliko je to razlika zate osebno? Velika razlika je to. Predvsem to govorim za televizijsko novinarstvo in reporterstvo seveda. Ja. Ko sem jaz prišel na RTV, so bili te moji cenjeni kolegi bolj ali manj reporteri, komentatorji. Mi deska praktično nismo imeli za novice. Včasih je bilo tako, to mi je Marjan Fortin razlagal, da je prišel do Tomaža Terčka, Terček je vprašal, imate kaj, nimamo, in ni bilo novic v športu tisti dan. Aha, okay. Ja. Zdaj se pa to, predvsem v Sloveniji se mi zdi, da so ta športna poročila res zelo razvita. To, ko imamo mi, če primerjamo s kakšnimi drugimi državami, če pogledamo HTV, nima toliko razvita športna poročila, da bi bilo ob 8 vsi goli pa to. Se mi zdi, da smo mi Slovenci kar mahnjeni na te novice bili. Ne vem, kako bo zdaj v prihodnosti s to mlajšo generacijo. Ampak, če ostanem pri vprašanju, velika razlika je. Eni smo, jaz sem imel sebe bolj ali manj vedno za novinarja. Šele silom razmer, če lahko tako rečem, sem postal komentator. In še vedno se imam bolj za novinarja, ki gre rad na teren, kakor pa da sem komentator. Komentiram tudi kakšne tekme, ampak raj sem novinar. Kaj ti je težje se pripraviti? Bolj nehvaležno je biti komentator. Zakaj? Ker ko govoriš v živo, hitro narediš kakšno napako, neumnost in se mi zdi, da ljudje v sodobnem času so tako nestrpni, da potem ob eni neumnosti se že največji kreten, nimam pojma in potem te sploh več ne poslušajo, samo čakajo, kdaj boš rekel drugo. Ker ko se spomnim včasih, 80-ih, 90-ih so bili komentatorji res spoštovani. Se mi zdi, da so bili zelo spoštovani, ker oni so bili edini pri informacijah. Prej si me vprašal, kako dobijo informacije. Takrat ni bilo interneta. In samo te, ki so hodili na terene, smučari ali pa z nogometaši, so vedeli, kaj se dogaja. In vse, kar so rekli, si mogel verjeti. Doskrat se zdaj kregamo, a je to, kar je zdaj komentator rekel, sploh res, pa reče, zdaj bom preveril, pa preveriš, pa veš, da si kar malo zmislil pa to. Včasih nisi imel kje preveriti, pa tudi nisi se mogel razburjati, ker nisi mogel nikamor napisati na Twitter ali pa na ostala družbena omrežja. Lahko si napisal pisma bralcev, so prebrali to, ampak je bilo to. In je komentatorstvo je trenutno res zelo nehvaležno. Tudi mnogi ta dobri komentatorji, nekaterim niso všeč. Zdaj, kako izgleda, rečemo, da se ti moraš pripraviti za eno tekmo, ko jo boš komentiral? Koliko časa ti prej potrebuješ, da rečeš, ok, zdaj sem pripravljen, zdaj grem v živo? Neomejeno časa je to lahko. Nikoli nisi 100% pripravljen. Posebej v kakšnih takih primerih, ko je nogomet, pa pride kakšen tak offside, pa ti, ko govoriš in gledaš, je drugače, kot tisti, ko doma sedi in gleda. Ti ne razmišlja, kaj bo povedal in samo gleda. In če imaš samo ena ta čutila prižgana, veliko bolj vidiš. Če pa ti še govoriš, pa kdaj ne pregledaš malo slow motion, kako je bilo, in ne vidiš mogoče tistega offsida. Tako da je zelo težko kdaj komentatorju, ki ima manjšo televizijo kot ti doma na komentatorskem mestu. Tam imate v bistvu te monitorje. Monitorje, in doskrat ne vidiš. Ampak imate še dodatne monitorje? Ne. En monitor, ki je zelo majhen. Ja, ampak ti si tudi zraven kak računalnik s podatki, ali imaš papirje rajše? Ivo Milovanović, če se znova vrnem k njemu nazaj, je rekel, da moraš imeti v zvezku vse. V zvezku. Takrat je on rekel tudi, da ne smeš imeti nič s flomastri, če slučajno dežuje. Zdaj stadioni niso več taki, da bi glih dežval pa to. Ampak in vidim naše komentatorje, te mlajše in Lavrenčiča in Hudomalja in Potočnika, oni imajo še vedno vse v zvezku. Na eni strani listama ekipo A, na drugi strani ekipo B, vsakega igralca, par zanimivosti. Glih to, da nekaj rečeš, ker če je teh podatkov preveč, potem se mi zdi, da se komentator izgubi. Tako da mene je veliko bolj, če komentirajo igro, ne pa da prodajajo zgodbe, še posebej zdaj, ko vse zgodbe že vsi poznajo, ker zdaj imaš internet in vse vejo. In ti, na primer, komentiraš Manchester United, v Sloveniji imaš pa 1000 navijačev Manchester Uniteda, ko vsak dan prebere vse, kar piše o Manchester United. Piše Manchester United in v forumih svojih. In je zelo težko. Tako da
zvezek imaš, drugače pa jaz sem bolj na računalniku, ne, ampak računalnik ti lahko baterija crkne. Ali pa karkoli, ne, ali pa res mogoče dežuje, ali pa če si na stadionu, ne. Ampak je tudi velika razlika, če ti komentiraš v živo ali če komentiraš iz studija. Mislim, da je velika razlika v tem vzdušju pa to, ne. Čeprav tudi, ko si na sami tekmi na stadionu, moraš gledati monitor, da vidiš, kaj gledalci vidijo, ne, ko ti lahko mogoče že vidiš nekaj, pa razlagaš nekaj, gledalci gledajo pa čez neko drugo akcijo, ne. Tako da doskrat tudi tam na samem prizorišču gledaš monitor, z enim učem pa še kaj, ne. Pa ti uspeš, rečemo, pred tekmo ponavadi, potem sploh, če kaj ta neka slovenska scena, da dobiš direktno neke informacije še od trenerja in tako se pozanimaš, pokličeš ali kakšne insiderske, ko imaš, glede na to, da Slovenija res tako mala, da se zelo poznamo med seboj. No. Takrat, ko je RTV imel pravice za prvo ligo, sem jaz na začetku zelo veliko klical, ali trenere, dosti jih poznam, pa to pa če kaj novega, ali pa PR-ovca, pa glih toliko, da si dobil neko pogled. Potem po 3-4 tekmah nekako že veš, kako so prej igrali, je zelo lažje. Ne. Tako da ta priprava je res, ves čas moraš biti pripravljen, ne. Skozi moraš spremljati, da te nič ne more presenetiti, ampak pred samo tekmo pa moraš zadnje 3 dni res gledati malo, kaj se dogaja v klubu, pa si pripraviti, če kaj novega, pa kdo je poškodovan. Če imaš čas, mi na RTV-ju imamo čas, dostikrat, ker nimamo toliko prenosov, pa imamo en teden vmes, ne. Na teh specializiranih televizijah, ne. Je to vsak 3 dan komentirajo, tako da se zelo že težko pripravljati. Ampak zdaj, rečemo, ko jaz gledam tako, ne, ko poslušam ali pa spremljam, ne vem, novice, ki jih vi podajate, ne, se jaz včasih sprašujem, glede na to, da imamo mi, ne vem, neke redne seminarje, ravno zdaj mi snemamo dan, čez 3 dni gremo v Portorož, ne, na licenčni seminar, kjer bomo, ne vem, pač se pogovarjali o novih načinih treniranja, mislim, da letos pride iz Dortmunda nam dol predstavljati principe, kako oni funkcionirajo. Vmes imamo, sploh te naši prvoligaši imajo obvezno izobraževanje o spremembah pravil, ki so praktično vsako leto in tako naprej. Kje vi dobivate te informacije, rečemo, da lahko potem si nekje, da rečemo up to date, ne vem, kaj je offside, pa kaj ni offside, pa kaj je faul, pa zakaj je pustil neko prednost, pa zakaj ni, ne. NZS, ko ravno omenjaš te sodniške, se trudi in nas velikokrat povabi na neke seminarje, kjer nam pokaže, kakšne so nove smernice pri sojenju, pa to ne. Jaz tudi osebno pred, mislim, da svetovnim prvenstvom 2018, pa pred evropskim 2016, sem povabil Slaviša Stojanoviča, da nam je 2krat prišel na RTV predavati. Ne. Mislim, da, pa bom zdaj mogoče pljunil v lastno skledo, da se premalo zavedamo, koliko se šport, nogomet na primer, spreminja, ne. In da premalo dajemo na dodatno izobraževanje. Ne to, da bereš, kar je na internetu, pa to, ampak da bi tudi mi, novinari, mogli biti prisotni, te, ki smo res v nogometu, ali pa kakšnem drugem športu na teh seminarjih. Ne. Jaz sem si že ničkolikokrat rekel, da bom prišel v Portorož, ampak potem imaš nekaj v službi in ne moreš šet. In sem spet razmišljal, zdaj, ko imate to za vikend, da bi šel tja. Ne. Si fraj. Jaz te povabim, bom se dogovoril, da lahko greš not. Jaz se veliko pogovarjam tudi z Matjažem Jakopičem, ki je zelo aktiven pa to in pol on meni dosti stvari povene in reče prid, ne, ampak to bi mogel biti nek del, da se vsak novinar zaveda, da mora se sproti izobraževati, kako se morajo trenerji sproti izobraževati, se bi mogli tudi mi. Ne vem pa, če je dosti zavedanja pri tem. Zdaj bo en rekel, kaj zdaj Bašel pametuje od novinarjev, jaz se že izobražujem, vse nekateri so, ampak na splošno se mi pa zdi, da je tega premalo, da bi mogli imeti tudi mi, novinarji, več tega izobraževanja. Kakšne so nove smernice v nogometu pa to. In to nam je Slaviša takrat predaval. Ne? Nekaj je zanimivo, ne, rečemo, ko sem se prej Sojena dotaknil, ne, mi računimo, da v Sloveniji imamo mi samo 2 tolmača pravil. Ne, se pravi, to ni isto kot sodnik, ne. Kar pomeni, gospod Šajn pa Čeferin sta tista 2, ki lahko tolmačita, zakaj se je neki tako sodilo ali pa neki ne. Se pravi, že nekdo, ki je iz sodniške organizacije, pa je samo sodnik, že praktično ne bi smel komentirati. Ne. Sodniki imajo to zelo striktno določeno. Ne. Pri nas je pa isto, ne. Načini treniranja, tako malo provokativno, ne. Če te bo zanimalo, vem, da nisi uspel, da si skozi v gužvi, ne, ampak če poslušamo ciklizacijo, ko jo ima Darko Milanič ali pa ko jo ima Luka Elzner, ne,
je zelo različna, ne, pa potem ali je Rožman ali je nekdo drug, ne, in vsak predstavlja skozi, ne vem, vidik kondicijskega trenerja in potem v sodelovanju z, ne vem, glavnim trenerjem, kako zadeva deluje, ne, in tudi smo mi tu zelo različni, ne, mi je fascinantno potem, ko poslušam včasih, ne, pa si mislim, ok, ne vem, jaz poznam tega trenerja osebno, ne, mislim, da ni bilo čistko, ali pa vem, kakve so neke interne situacije. Tudi zdaj na zadnje na svetovnem prvenstvu, ne, se mi zdi, da pred tekmo je bilo en kup novic, da so Francozi da imajo virozo, na finalni tekmi noben tega ni omenil, ne. Da so mogoče zaradi tega prvih 70 minut imeli težavo, pa dokler ni Deschamps naredil menjavo, pa tako naprej, ne. Koliko je to, rečemo, a je to problem časovno, a je to problem interesa? Zdaj, ko si razlagal to, sem prišel na misel, kako je šport res ena zanimiva dejavnost, ne, kako jo mnogi vidimo povsem različno. In meni ta različnost prav nekaj posebnega v športu, kako eno nogometno tekmo ti vidiš čist drugače, kot sem jaz videl, ne. Kako se ti čist na ene druge detajle osredotočaš, se pa čist na ene druge. Ne. In zaradi tega je šport res neka čustva v te prebudi, ne, ko ne more, mislim, da nobena druga stvar na tem svetu nekako te toliko prebuditi, pa toliko različnih scenarijev narediti, če se sam spomnimo to finalno, pa toliko enih različnih zgodb se naredi iz tega športa lahko, ne. Tako da, kaj se mi že? Da sem malo za filozofijo. Samo to, ja. A je to izobraževanje pač problem, da ste vi pač novinari, komentatorji toliko obremenjeni, ali je to pač problem lastnega interesa? Ne, to mislim, da je bolj lastni interes, ne, tako da verjetno sem zdaj najdu izgovor, da jaz ne moram kaj pridati, ne, a veš. Ja. Ampak, če jaz hočem biti dober, se moram izobraževati, to ne povem, da se ne izobražujem, ampak mislim, da bi mogli tudi novinari biti prisotni na takšnih seminarjih in jaz sem že bil na NZS-ju pred svetovnim prvenstvom, da bi tudi za nas kaj organizirali tazga, ne, a veš, ampak potem zmanjka časa, zmanjka tega in pozabiš stvari in pol tega ni, ne. Tako da ta najmen pogovor bo po mojem je spet prebudil v tem, da je treba nekaj narediti tudi za nas novinarje. Mene predvsem zanima, kako bomo mi na RTV-ju, ker smo zelo pod drobnogledom, ne. RTV zdaj ima zelo negativne konotacije okoli sebe, ne, tako da nas hitro poklopijo, če kaj ni v redu, ne. Tako da predvsem z znanjem lahko potem dokažeš, ne, da si vreden tega poklica. To je pa zdaj drugo vprašanje, ki je meni tako zelo, a tebe kot novinarja dost boli, če vidiš, da ni novinarski poklic, to je moje mnenje, se pravi, novinarski poklic bi vseeno moral biti toliko kvaliteten, da bi izobraževal splošno populacijo, ki ne razume, kar pomeni, da bi naj bil ti mogoče neki vezni člen med nami, ki smo akterji v športu, trenerji, igravci, ne vem, fizioterapeuti, psihologi in vsi ostali, ki jih pač mi imamo znotraj, in potem ti, da neki splošni populaciji, da predaš neko kvalitetno informacijo, da jo oni vidijo, kaj se sploh dogaja, ker jaz moram tako reči, da mene dostkrat boli, ne vem, da je veliko več ali pa bolj boli ta negativizem in samo neko prvo mesto še velja, ne. Čeprav jaz pravim, da tako, ko govorimo o tem našem sloganu, ne, nogomet ni sam zmaga pa poraz, ampak je neverjetne zgodbe so znotraj, ki nas pač zelo povezujejo in tudi se bomo pol mogoče tvoje diplomske še dotaknila zrav, ne, kjer premikajo tudi ene druge meje v globalu, v svetovnih odnosih, ne. A ti meniš, da mal pada včasih, pa da imate mogoče vi na RTV-u malo več odgovornosti tu, no, v tem prezentaciji informacij? Mislim, da imamo, to je naša naloga pa odgovornost, da gledalcu podaš pravo informacijo na podlagi nekega znanja, ki si ga pridobil, ne. In večinoma ga imamo dovolj, ne. Ampak se mi zdi, da je treba vedno to nadgrajevati. In ne vem, mislim, da vi trenerji imate nekaj v sebi, da veste, da če ne boste napredovali, ne boste mogli delati, ne.
Vas je veliko več kot nas novinarjev, se mi zdi. Ne? Več konkurence. Ja, več konkurence. Ampak, kaj veš, koliko pri novinarjih ste eni, ki se bolj zavedate izobraževanja, pa eni, ki so manj. Pa so eni, ki so malo bolj zgovorni, pa so eni, ki so malo manj zgovorni. Ne? Tako da ljudje smo si različni. Ne? Ampak mislim, da je odgovornost in naloga novinarja, da poda pravo informacijo v pravem trenutku, to pa lahko naredi samo, če je strokovno podkovan. Ne? To je pa od novinarja do novinarja odvisno. Ne? Nekateri se malo pripravijo, nekateri malce manj, nekateri malce več. Tako da, ja, ker zdaj, kot ti rečemo, ti odkomentiraš tekmo, pa recimo, da bo še moral potem vzeti izjave od trenerjev. Ne? Koliko je to zdaj te razlika, sploh če gledamo, da zdaj, če ti pripravljaš verjetno članek za kasneje, nisi nekje časovno omejen, ampak si pa omejen v tem drugem delu, a boš pisal članek, imaš število besed vedno verjetno omejeno, ne, ali zgoraj ali pa spodno mejo in isto imaš tudi časovno omejitev, koliko je lahko ta tvoj prispevek dolg. Ne. Koliko je to tebi breme, pol, da se pa lahko sploh to, kar se zdaj pogovarjamo, da boš ti lahko res kvalitetno informacijo dal ven. Imamo pa mi, televizijski novinarji, veliko težavo, ker ko prideš do športnika, trenerja ali pa kogarkoli, ko on vidi kamero pa mikrofon, v trenutku, nezavedno verjetno, ali pa tudi zavedno, povsem drugače govori kot misli. Ne? Ker najprej, ali bom govoril slovensko, kaj naj rečem, da ne bojo kaj rekli. Ker časopisni novinarji, ko se dva takole usedeta kot midva, pa da gor snemalnik, se pogovarjata po domače. Ne? Ko pa enkrat prije televizijski novinar s kamero in pa je pa malo takšnih trenerjev, za katere reče, wow, ta je pa res nekaj dobrega povedal pod sami tekmi. Ne? Ker po sami tekmi je res zelo težko povedati nekaj tazga, da bo res oprijemljiv ga. Trener je verjetno še živčen, igravci, če jaz sebe primerjam, ko je konc tekme, pa igram rekreativno tekmo, pomislim niti ne vem, koliko je bilo rezultat pa to, ker takrat ti možgani delajo za drugo stvar. Ne? In velikokrat se mi novinari televizijski sprašujemo, se na koncu bo spet ista izjava, oni so bili dobri, mi smo napadali, oni so dali gol, nismo imeli sreče in takšne izjave. Ne? In predvsem v slovenskem nogometu, tu pa naš zdaj zameru, se mi zdi, da je premalo takšnih lucidnih govorcev, ki bi res navdušili. Se mi zdi, da so dol Hrvati in pa tudi Srbi, tudi sami nogometaši veliko bolj odprti. Mi zelo težko dobimo goste, ki bi prišli v studio, pa bili pripravljeni povedati to, kar si mislijo. Ker vsak ima neko zaporo tukaj v glavi, kaj mu zdaj rekel, pa bo polno rekel, kaj zdaj pametujem, pa to. Premalo se mi zdi, da smo glede tega odprti. Ne? In potem se velikokrat pritožujejo, kakšne studije imamo, pa to. Pa smo že vse goste obrnili na levo in desno. Ja, zakaj imate pa zdaj tega? Ja, zato tega, ker drugi niti nočejo priti, ali pa nimajo časa. Ne? Se mi zdi, da tam na Hrvaškem ali pa tudi drugje v zahodnem svetu, kjer je ta nogometna kultura bolj razvita, športniki oziroma nogometaši, če govorimo o nogometu, veliko raje nastopajo. Pri nas večina reprezentantov, trenutne reprezentance, skoraj zbežijo, ko vidijo televizijskega novinarja, oziroma ne, da se nas bojijo v tem smislu, ampak ne radi nastopajo. Jaz, ko se pogovarjam, rečemo, sploh te izjave, ko morajo igralci ali pa trenerji dati med ali pa na koncu, ne, so zelo klasična vprašanja. Prvo je to, drugič pa velikokrat novinar že poda neko mnenje. To se pa razlikuje. Recimo, ne vem, danes ste igrali dobro tekmo, kakšen bo vaš komentar, naslednjič reče, danes ste se branili, ste imeli slabo tekmo, ampak mi se verjetno dostikrat se govorimo o neki taktičnih rešitvah, ki jih trener ima v glavi, pa ima idejo. Jaz sem se tudi zdaj, ko smo se že prej svetovnega prvenstva dotaknili, a ni bilo zanimivo, da Francozi niso napadali Maročane na zadnjo linijo, pa so si naredili prostor, da so lahko rečemo igrali. To je zagotovo neka taktična rešitev znotraj tekme bila, ki sem jaz dosti prepričan, da je Deschamps se z svojim strokovnim štabom dogovoril, kako bojo reševali, glede na to, da so imeli vsi ostali zelo veliko težavo prebiti ta blok, ki se je postavil na nekje 25 metrov, rečemo, od vrat, ki so ga pa res kvalitetno Maročani igrali. A pa misliš, da bi povedal to, če bi ga novinar vprašal? Deschamps po tekmi zagotovo. Ne? Pa jaz mislim tudi, da tu
ti gosti, ko so bili z mano, ne, da mogoče bi jih morali ene parkrat dobiti tako mal v neko neformalno pogovor, mislim neformalno, lahko so kamere in vse ostalo, ampak da imajo malo časa, da lahko se povedo, pa da je več komunikacije. Ne. Ker jaz tudi v Sloveniji več zagotovo pogrešam ne vem, več teh videoanaliz ali pa več razlag znotraj ali pa nekih idej, ki bi jih nej, ker mi, ko govorimo o nogometu, eno je pač neka razporeditev igralcev, drugo je pa nek model, ali pa principe, ki bi jih pa ne ekipa znotraj igre imela. In tu se, rečemo, dost stvari vidi skozi ponovitve, ko jih ekipa igra. Nekaj si hotel vprašati? Ne, saj mogoče zdaj sva to k temu omenila, ampak ko glih govoriš o tem postavitvah pa to, ne? Ja. Zelo je treba paziti, do kam strokovno jeti pri teh razlagati, da ti ne zgubiš moje mame, ki tudi gleda nogomet pa to, ne? Ker ta studio ni narejen za tebe, ampak narejen za širši krog občinstva, ki mogoče ne pozna toliko nogometa in če greš preveč v detajle, niti ne razume, ne? Tudi jaz priznam, ko je moj Jasmin Jerič tam kdaj kaj narisal, sem se jaz tudi že izgubil, pa sem ga poslušal, tudi Mitja Viler se je kdaj izgubil, ne? Verjetno pa kakšen trener je pa točno vedel, kaj govori, ne? Tako da, tle je zelo odvisno tudi, kako imaš grafično to podprto, da lahko razložiš. In mi smo v tem studijih zdaj, za to svetovno prvenstvo, prav želeli imeti več časa, da lahko naši gostje razvijajo svojo misel, ne? Ker predvsem televizija velikokrat želi kratke izjave in potem to mnogim ni všeč, ker ne morejo povedati, kaj si mislijo. Če mi posnamo v nek intervju, ga potem še skrajšamo. Če v živo, imam nekaj več časa, ne? In dostkrat reče, ne bom prišel, če ne moram nič povedati, ko se vse tako hitro konča. In smo namensko pa v teh studijih imeli manj prispevkov, veliko smo imeli teh javljanj, kjer smo se pogovarjali, pa bi lahko še boljš naredili, ne? Želeli pa smo, da zdaj naši gledalci vidijo debato. In zato smo imeli tudi 3 goste, da bi se razvila debata med njimi, ne? Da je uspeh, da je ne, odvisen tudi od same kemije. Ja, vse to je normalno, ampak jaz, če se vrnem na tisto, kar sem prej mogoče provociral, ne, ampak ni prav, da vseeno mal strokovno diskusijo vseeno predstavimo splošni populaciji, mogoče z malo manj strokovno terminologijo, pač imaš nekoga, ki bom rekel, da prevaja tisto, kar pa če je Jerič govoril, ne, pa mogoče kdo ni razumel, ne, ali pa ne vem, si ti rekel, da si se izgubil, ker tudi znotraj, ne vem, teh oddaj, ko jih jaz nemam, pa se včasih je kakšna tematika, ki je ne razumem, ne, pa če rečem preprosto gostu, a lahko še, ne vem, da bo še pa mogoče kdo drug razumel z malo bolj preprostimi besedami, kam bi se lahko to usmerilo, ali pa mogoče jaz prevajam neke izjave, ki jih je nekdo dal. Ne. Ja, to je ta idealni svet, ko imaš dovolj časa, ne, da bi lahko to, ko si pa tam omejen na 45 minut, pa imaš še nekaj vprašanj pripravljenih, pa nekaj tem, potem dostkrat moraš na hitro zaključiti. Ne. Saj to je težava, ne. Mogoče si dostkrat damo preveč tem. Ne. Sam pa iščeš to ravnovesje med tem, kaj bo navadnemu gledalcu všeč, kaj bo všeč nekomu, ki se res pozna na nogomet, kaj bo všeč moji mami, ki jo omenjam, ne. Ko smo prišli na RTV, nam je bilo rečeno, da ti moraš, ko delaš zgodbo, razložiti tako, da te bo tudi tvoja mama razumela. Ne. Ja, jaz se strinjam, ampak to se, ko se pogovarjamo tako, ne, jaz mislim, da imamo mi zelo strokovne diskusije tudi, ne, jaz, ko si rekel Milaniča, da si poslušal, ne, ampak vsem, da razložimo tudi, da bo moja mama razumela na koncu, ne, ker ravno to je meni zanimivo, ne, če zdaj karikiram, ne, ko poslušamo po Formula 1, nam pa razložijo o vseh zakrilcih, pa o vseh novih motorjih, pa katere gume so, pa kako so jih razvijali, pa kje so jih testirali, pa tako naprej. Ne. Se pravi, da določene informacije vsem so strokovne, pa jih se ljudje kar so sprejeli zaradi tega, ker so jih ponotranili, ker so jih dostkrat dobili. Ne. In jaz tu mogoče pogrešam ravno to, da bi večkrat se ene stvari povedale. Ampak da se vrnem vsem v to časovno stisko. Ne. Koliko je pa tebi kot novinarjev časovna stiska, ko ti rabiš, da ti na drugi strani zelo na hiter, ker enkrat smo mi imeli na seminarju tudi Igorja Berganta, ne, pa je rekel, vi morate vsi vedeti, trenerji, ne,
problem ima vedno novinar, če vi počas govorite ali pa ponovite vprašanje ali pa vam se ne rab muditi, ne. Koliko je pa to tebi, rečemo, ta presija, da moraš dobiti neko dobro izjavo ali pa si jo želiš, da jo boš dobil. Ja, se to je res, ne, doskrat, če imaš 3 goste, doskrat moraš res potem loviti neko ravnoteže, da vsi 3 dovolj povejo, pa da niso predolgi in potem doskrat jaz takole malo kažem, pa to dosti, ker moramo iti naprej, pa to. Tako da, to je pa potem ta neka lastnost dobrega voditelja, da kljub temu, da ima malo časa, da nekako sestavlja neko zgodbo, ki je na koncu pije vodo, da je res zanimiva. Ne? In Bregant je res mojster tega poklica, v studijih je vedno blestel z nekimi svojimi domislicami. Pa to, ne? Ampak se mi zdi, ko sem prej govorila o trenerjih, pa to, ko pride igralec, mnogi igralci, ko igrajo nogomet, nimajo znanja, da bi na televiziji lahko veliko govorili o taktiki. Zelo malo je takšnih igralcev. Se mi zdi, da ko igralec neha, ko postane trener, takrat šele začne razmišljati veliko bolj široko. Ne? Ko si igralec, prideš, odigraš, poslušaš trenerja ali pa ne in je to. In jaz se spomnim, to je Tonči Žloga, naprimer, ki je moj prijatelj, kako je on govoril na začetku svoje trenerske kariere, pa zdaj. Ne? Je čist drugačne, ker je to terminologijo tudi usvojil, ker tudi kot igralec ne razmišljaš. Ne? In zdaj, ko je gost, da jaz rad poslušam. Ne? Veš, ali pa, ko je bil za finale Matjaž Kek, ne? Samo tih si pa poslušaš, ne? Ker je tu dober retorik. Ne? Tudi to je pomembna lastnost, da ne da je sam novinar dober retorik, da tudi vi, trenerji, se izobražujete na tem področju. Spomnimo se, Tomaž Kavčič, ki je imel težave z nastopanjem, ne? Pa je meni izjemen trener, izjemen človek, ne? Ampak vsi so se ga potem zapomnili, ko sem ga jaz imel, kako sem mu dal mikrofon, kako se mu je roka tresla, ne? Ko je imel mikrofon v roki, ne? Pa ima veliko znanja pa to, ne? Ampak ljudje smo zdaj tako naštimani, da kdor ne zna dobro nastopati, si mislimo, kaj pa zdaj to, ne? To mislim zdaj, da se tudi na nogometni zvezi se bo zdaj spreminjalo, da bo en del, ne vem, bo na A-ju že ali bo na Pro-ju, kjer bojo imeli tudi, se pravi, trenerji, en del tega, da bojo morali vaditi to nastopanje, drug del je pa, da bi morali zagotovo, mogoče ne bi bilo slabo tudi v sodelovanju pač z novinarji, ne, da bi se klubom ponudilo neko izobraževanje, kako naj igralci nastopajo tudi v teh stvareh, ker v tujini tako vemo, ne, da vedno imajo igralci zraven sebe še PR službo, ki ga usmerja in ga potem tudi po tem povemo, kaj je dober povedal, je pa slabo povedal, pa kaj lahko pove, pa kaj ne sme povedati. Ne. In glih to, ko minjaš, ne, moj prijatelj Grega Krmavnar v Domžalah je bil on PR-ov zdolg, da mislim, da je direktor, on je vsako leto predaval kot bivši novinar nogometašem. Začeli so sicer, mislim, da s tistimi mlajšimi mladinci, da so videli, kako je treba nastopati pred kamero, kaj lahko poveš pred kamero, pa to ne. In mislim, da je to tudi del neke nogometne izobrazbe, ki bi jo mogli imeti tako igralci, kot tudi kasneje trenerji, ki res veliko nastopate. Ne? Vse verjetno, ko postaneš trener, ni tvoj nastop tako izdelan, kot 5 let kasneje, pa 10 let kasneje. Ne? Nekateri so dobri retoriki, kot že rečeno, nekateri ne. A vendar pa moraš biti dober retorik, če hočeš, da te igralci v slačilnici razumejo. Ne? Ampak to je meni zanimivo, ne, da pač en kolega moj, ne, ki tudi posluša moj podcast, že zaradi tega verjetno, ko smo prijatelja, ne, ampak mi pravi, ki ni bil nikoli fan nogometa, da ne more verjeti, da vsi trenerji in igralci, ker zdaj smo jih še kar nekaj imeli, ne, mislim, da je to zdaj 80 oddaja, da si ti, ne, da pa vsi so sposobni govoriti in da povedo dosti veliko, sam je pa res ne, da moraš imeti nekaj časa, ne, se pravi, da mora imeti neko meso ali pa da se jih včasih mogoče malo usmerne. Ja, tudi okolje mora biti pravo, ne, klele, ko midva govoriva, je veliko lažje, kot po koncu tekme, ko ga ti vprašaš in je on že živčen zaradi same tekme, potem pa še živčen, kaj bom povedal, da nam... Jaz se dostikrat vprašam, ko igram nogomet, navadno tekmo, pa se rečem, kaj bi zdaj jaz povedal po tekmi, če bi mene novinar vprašal. In dostikrat ne spravim 2 stavka skupaj. Čeprav jaz mislim, da tu, če gledamo igralce v tujini, pa naše po tekmi, da so zelo blizu. Ne? Je pa razlika verjetno potem vsem, če je nekaj več časa, da imajo igralec, da pove. Ne? Tako da, ker po tekmi
to ne vem, jaz pač lahko povem tudi, da smo imeli v klubih vedno, sploh pri mlajših pravilo, ne, po tekmi ni nobenih razgovorov, to mora iti 24 ur mimo, zato da se vsi umirimo, da lahko potem karkoli naprej komentiramo, ker tudi naslednji dan drugač in vidiš situacijo, sploh če si še imel možnost gledati tekmo in tako naprej. Ne. Zdaj hočemo vse informacije takoj, ne, in zaradi tega pol v polčasu so zdaj izjave, ko verjetno preteklosti niso bile, ne, ampak kaj lahko po 45 minutah nek igralec, ki pride ves prešvican, ves utrujen, tam pove na neko vprašanje. Zelo težko je, ne? Pa še vsi vemo, da mora takoj nazaj v slačilnico, Bog ne da bi prepozno prišel, bo kar v slačilnici ostal, kako ga trener tam pustil, ne? Pa takoj po koncu tekme, ne? Zelo težko je. Povsem drugače, ko je, kot si ti rekel, 24 ur kasneje, ko verjetno tudi trenerji, ne, ko končate tekmo, drugače gledate na tekmo kot 24 ur kasneje, ko verjetno doma pol še enkrat pogledate, pa vidite, pa potrdite, klele, pa res bo to narobe. In vidiš čist drugačne. Tako da zelo nehvaležno je takoj po koncu tekme komentirati, ne. Ampak tak je šport. Šport je zabava, šport je nekaj, ob katerem se ljudje veselijo ali pa so žalosti, tako da to je bistvo, ne. Zdaj, midva smo prvi polčas odigrala, ne. Aha, že. Ura nama dobro teče, ne. Imava reklame, oglase zdaj, ali ne? Nimamo nič reklam, nič nimamo oglasa, samo to, da približno oba vemo, kje smo, ne. V drug polčas bi pa je še šel v bistvu zdaj v to tematiko malo, ne, koliko izgleda delo, ko si ti doma, ali pa takrat, ko greš v tujino, ne. Torej, ti si zdaj v tem času svetovnega prvenstva bil v Katarju tudi dol, ne, predtem si bil že na kar neki velikih teh tekmovanjih. Kdaj se pa rečemo vi, novinarji, ki zdaj en kup vprašanj bo imel tu zadaj, ne, kdaj se sploh začnete že pripravljati, glede na to, verjetno se niste zadnji mesec začeli pripravljati, ne, za Katar, ne. To svetovno prvenstvo je bil res velik projekt naše televizije, ker smo dobili tudi novo grafično opremo in smo vse spoznavali šele v zadnjem trenutku. Naš urednik je to že zadnje 2-3 leta šel tudi v Katar, da je pogledal vse, kako je tam. To je res velik projekt, mnogi mislijo, da mi dobimo vse na pladno, ne. Mi smo mogli samo v Katarju imeti 4 ljudi, ki so skrbeli za tehniko. Torej, brez teh 4 ljudi ne bi bilo slike v Ljubljani, ne. Ker to, ko vidiš ta center, ta IBC se mu reče, International Broadcast Center, tam so vse televizije na kupu. To so te največje hale, to je kablov na kilometre in kilometre. Ampak tam mora vsaka televizija imeti svojo pisarno in nekoga in tehniko, da potem ta slika pride v Slovenijo, ne. In že to je velik projekt. Potem pa novinarji se pa začnemo pripravljati že s tem, da ves čas spremljaš nogomet, ne. Je pa povsem drugače, če ti spremljaš nogomet, koliko smo ga mi zdaj na RTV, ko nismo imeli nogometa, ali pa ko ga imaš, ne. Mi smo imeli na zadnji nogomet, veliko tekmovanje 4 leta nazaj v Rusiji, ne. In hočeš, nočeš, ni isto kot specializirane televizije, ki redno komentirajo vsak teden. Ti že lahko gledaš, ampak ni isto, ker ni isto, ne. Nisi v formi. Nisi toliko noter v formi. In se vidi tudi pri naših komentatorjih, tudi sam vem, na prvi tekmi, ko komentiraš, iščeš spet tiste izraze nogometne, ne spomniš se kaj, pol, ko prije pa četrtfinale, polfinale, si pa že povsem noter, ne, tako kot nogometaš. Enkrat si v formi, enkrat pa nisi v formi. In tudi komentatorji smo taki. Enkrat smo v formi, imamo dan, ko nam besede kar mečejo ven, enkrat pa pišeš, ko pozabiš, kako je, ne vem, Zinedinu Zidanu ime, veš, ga vidiš, a pa vidiš nekoga na tribuni, pa veš, kdo je, pa se ne spomniš. Doma pa on misli, ko ne ve, kdo je ta. To je nam, rečemo, zelo po moje fascinantno, vsaj je meni je, ne, ko režiser kaže, ne vem, ljudi in potem pač imaš občutek, da novinarji kot da skoraj vse poznate, ne. Nekoga jaz nisem videl 10 let, pa je že čist spremenjen, glede na to, kak je prej igral, ne, vi ga pa prepoznate. Ampak tu rečemo, koliko ljudi je sploh šlo, rečemo, iz RTV Slovenija v Katar? Koliko vas je dol potovalo? Ja, tokrat nas ni bilo toliko, kot morda na olimpijskih igrah. Olimpijske igre so vsem večji projekt, ker so pač tam Slovenci in imamo tam posebne pisarne, kjer se vsak dan dobivamo. Ko si pa na svetovnem prvenstvu, si pa neka ločena enota, ne. Ena enota je snemalec pa novinar, ne. In poleg tistih tehničnih
ljudi, ki so vsak dan bili od jutra do večera v tem IBC-ju, smo bili novinarji in snemalci. In v prvem delu sta bili 2 taki ekipi, pa v drugem delu 2 ekipi. Ne. In jaz sem šel v drugem delu, tako da sem svetovno prvenstvo doživel tako v studiu, kot tudi na terenu. In prej si omenil, kako drugače na terenu, povsem drugače, ker doma, verjetno imaš otroke ali ne, doma moraš iti domov, leteti, moraš otroke v šolo in dostikrat si razpet med družinskimi obveznostmi in službo, kar seveda ne sme biti izgovor. Kako v vsakem poklicu, če hočeš biti dober v svojem poklicu, moraš živeti ta poklic. Ne? In novinarstvo je nek način življenja. Ne? Ampak, ko pa greš na teren, pa veš, da so za otroke ženo poskrbljeno, takrat imaš pa 24 ur na dan. In jaz na terenu res uživam. Meni zdajšnja partnerca reče, ti ne boš nikoli zamenjal službo, ti prav živiš za to, da greš na te terene. In je res povsem drugače, če greš na teren in greš potem na trening Argentine, tam vidiš ostale novinarje, vidiš, kako Messi trenira, pa to, kakor pa, če si doma. Prej si omenil, ko pokažejo koga na televiziji, če ti doma komentiraš, ti vidiš tega, ne? Če si pa ti na samem terenu, pa komentiraš tekmo na stadionu, pa mogoče takrat sploh ne vidiš televizije zraven, pa ljudje mislijo, ko ne ve, kdo je, ampak ti sploh ne gledaš takrat televizijo, ker gledaš dol na tekmo. Ne, veš. Tako da to občutje je res povsem drugačno in tega je veliko manj. Naši kolegi, ki sem jih prej omenil, Fortin, Ivo Milovanović, so ves čas komentirali na terenu. Ivo Milovanović je razlagal leta 1994, ko je bilo svetovno prvenstvo v Ameriki, pa ker je imel toliko veliko športov še ostalih, njega ni bilo 3 mesece doma. Ne? To je bilo res povsem drugače. Ne? Zdaj smo bolj ali manj prilimani na komentirna mesta v Ljubljani oziroma tam, kjer je ta televizija. Ne? Tako da glede tega je reporterstvo kar veliko izgubilo, ne? Da nisi več tok na terenu. Ne? Ampak rečemo, ti ko greš tako v eno tako državo, ko je Katar, kaj vse moraš prej se pripraviti, pozanimati, koliko jezikov ti sploh govoriš, rečemo zdaj, če te lahko vprašam, ker to tudi igralce zelo rad sprašujem, ti, ko imajo dosti dobro kariero, govorijo po 5-7 različnih jezikov. Ne? Ja. Jaz sem se učil in italijansk, in špansk, na fakulteti smo imeli ruščino 4 leta. Ampak res obvladam samo angleščino. Razumem rusko, čeprav mi potem kolegice, ker sem naprimer v biatlonu Ruse spraševal, pa so šle kolegice potem to prevajati, pa so poklicale Rusa, a lahko to prevedeš, pa je prvo rekel, this is not Russian, to ni ruščina. A veš, meni se zdi, kako to vladam, ne? Glede na to, da sem 4 leta na faksu govoril rusk, pa to, ne. Tako da, to je moja slaba lastnost, da mi vsaj en svetovni jezik manjka, da bi ga res obvladal. Predvsem pri teh zimskih športih je to nemščina, ne. Če pa gledamo pa v nogometu, smo se pa glih zdaj pogovarjali, moraš pa znati špansko. Ker koliko je bilo pa to špansko govorečih novinarjev na tem svetovnem prvenstvu, to je pa nekaj nemogoče. Argentinci in potem celotna Amerika, severna in južna, ker imajo ESPN-e v Argentini, v Ameriki in to, in so večinoma največ se govorili tam špansk na koncu. Ne. Tako da to je tudi ta želja po znanju, ki smo jo prej omenjali, ne, da moraš biti strokovnjak na svojem področju in jezik je eden od teh elementov, ki ga mora tudi novinar obvladati. In prej so omenil Igorja Berganta, ne, on je pa poliglot, ne, veš. Ampak to verjetno imaš tudi to neko žilico. Ne. Kaj to pomeni? Koliko pa on govori pa jezikov? Vsaj 5-6 jih po moje govori, ne. Pa razume verjetno še kakšnega več, ne. In to je to. Ok, ampak zdaj smo rekli, ti, kaj se ti pozanimaš, ko greš v eno tako državo, no? Verjetno pač arabščine se nisi učil, ne? Smo pa se leta 2014, ne, za 2016 olimpijske igre smo se učili portugalščine, ne. In smo se naučili tiste osnove, ampak pa, kaj prideš, pa bolj manj angleško govoriš, ker vsi govorijo pol angleško, ne. Tako da smo se takrat portugalščino naučili, smo je prav tečaj, ko je prišla učiteljica, smo se navadili pa to, ne, ampak pol tam na olimpijskih igrah res nisi uporabljal to, ne. Tako da predvsem se pozanimaš, v kakšno državo greš, ne, in ker smo ravno govorili o Katarju, ne. V Katar, preden sem učil tja, ne, kaj smo dobili od zahodnih medijev, ne, same negativne novice, ne. Tudi vsi ti protesti pa to, ne, to bi mogoče potem lahko dodala k moji diplomski nalogi, ne. Kaj je zdaj šport in politika, a meša to ali ne, ne. Predvsem,
če malo analiziramo, najbolj so se oglašali angleški, torej britanski novinari, pa predvsem Danci, Norvežani, Severnjaki. Ne. Ja, v Katarju ni vse tako, kot mora biti, ne, ampak je to drugačna kultura, kot je v Evropi. Ampak tudi v Evropi ni vse 100%. In to je potem Carlos Queiroz dobro rekel angleškemu novinarju. Ja, a vi boste meni govorili, pogledajte, kako vi delate z migrantskimi delavci v Veliki Britaniji. Ne? In to je, in ko prideš pa potem v Katar, pa vidiš, da ni vse tako negativno. Ja, ženske nimajo takšnih pravic kot tukaj. Ne? Tudi migrantski delavci, ki so prišli, ni vse tako, kot bi morali biti, ampak oni so prišli, ker v njihovi državi ni niti pol toliko dober, kot se imajo, kot zdaj tukaj. Ne? Ja, pa si ti sploh uspel najti kajega Katarca, pravega Katarca? Ne, zelo malih je bilo. Ker jaz sem bil, ko sem pol tudi šel malo, tudi zaradi najne oddaje, malo gledati, jaz sem bil pač presenečen, mal se mi je, mislim, dobivaš informacije, ampak grejo mim tebe. Da še leta 2000 je bilo še samo 700,000 ljudi, ne? Danes jih je pa že skoraj 3 milijone. Ne? Mislim pa, da je, tako mi je Tomija Garinc razlagal, da je njihova želja, da bi bilo 5 milijonov ljudi, da je to nekak nek limit za to državo, da bodo predvsem Katarci dobro živeli, ne? Ostali pa pač delali za njih. Ne? Ampak naprimer v našem hotelu je bil fant iz Kenije, star 20 let, ki je bil reševalec iz vode. On, malo smo se pogovarjala, to večinoma podpišejo pogodbe za 2 leti. Živijo v nekem naselju, verjetno tako kot samski domovi, in jih potem avtobus pripelje do tega hotela in potem je 12 ur tam in on zasluži 500 evrov na mesec. Ta reševalec iz vode je 500 evrov, kakšni še malo manj varnostniki pa to. Ne? Ampak on je rekel sicer, da bo šel po 2 letih domov. Mnogi pa ne grejo domov. Predvsem Indijci so mi razlagali, da ko on pride potem iz Katarja domov v Indijo, v tisto svojo vas, on je kot kralj. Pa ne zgovarjam zdaj, da je tisto, kar delajo tam prav, ne? Ampak kje pa je to prav? Ne? To so zdaj pri teh temah, ne? Političnih temah, ki so zelo take, da nas izgledali, da jaz zagovarjam vse to, ne, a veš. Politične teme bi morali za podaljšati. Ampak Nemci so s tistimi usmi, pa so pol izgubili, ker se niso osredotočili na nogomet, ne? Pa s temi trakovi pa to, ja. Ampak, a bomo leta 2026 prišli v Mehiko, pa v ZDA, pa bomo tam govorili, kako ne podpirajo splava, pa tega ne, ampak to so se zdaj, večinoma te zahodni mediji nekako zaradi vsega podkupovanja, ki je bilo, Katar verjetno res ni primerna država, da gosti svetovno prvenstvo, ker nima nogometne tradicije, ampak pač država želi pred te svoje mehke moči nekako svetu se predstaviti. Oni so, če pogledaš na zemljevid, taka majhna pikica v Saudski Arabiji. In oni lahko se pred njimi rešijo samo prek tega, da sebe naredijo prepoznavne. Ne? Leta 2017 jih je Saudska Arabija ali 18 skoraj napadla. Ne? Zdaj verjetno ne bo, ker so Arabci, ko so prišli navijači Saudske Arabije, bili najboljši navijači tam in jih je šport nekako združil. Ne? Šport združuje, pa tudi razdružuje, ne spreminja ne vem kaj, ampak je pa nek katalizator, da se vse mogoče malo umiri. In meni Katar, od vseh velikih tekmovanj, ko sem bil, je bilo najlepši in najbolj organiziran in najbolj prijazni ljudje. Nikjer nič, in ko govorimo ravno o zahodnih medijih, ja nikjer, kakor tukaj se nisem počutil tako varno. Če se spomnimo Ligo prvakov finale, kaj se je dogajalo navijačem Liverpoola, ne, so lahko Francozi samo tih, glede na to, kako je tu res varno. Ne. Pač spoštujejo tega svojega emirja, za Katarce je res poskrbljen, plače so izjemne, ni noben brezposeln, to ne može verjeti, to v trgovini je 6 ljudi je tam obsadjo, ne, a veš, ampak imajo službo, ne, tako da ni vse tako, mi preveč evropocentristično razmišljamo, kao v Evropi je pa najboljš pa to, ne, ampak ja, tam, to, ko sem jaz tam Land Cruiserjev videl, pa tega, pa Ferrarijev, pa Porschejev, ja, nisem še nikjer videl, ne. Ne, finančno vemo, ampak se sem rekel, ta politični del bi jaz mogoče pol malo, da v podaljšku probamo zafilozofirati, ne. Vrnil bi se mogoče sem tu nazaj, ne, ko greš ti na veliko tekmovanje, ne.
Katero je bilo tvoje prvo veliko tekmovanje? 2-4 Evropsko prvenstvo v nogometu na Portugalskem. Na Portugalskem. Kako si se ti pripravil, ko si prvič šel na Portugalsko? Takrat sem se res veliko pripravljal, ker to je bilo moje prvo veliko tekmovanje in sem bil kar presenečen, da so me sploh poslali. 2 novinarja sta šla, pa en snemalec, pa montažer. Prej sem že razlagal, ko je to šlo prek satelita. Pa to. Ampak rečemo, ko si prišel na Portugalsko, je bilo točno to, kar si se ti pripravljal in si bil ti tipi-topi. Ja. Mal zdaj karikiram, ko sprašujem igralce tu, ko grejo prvič v tujino, kaj si se ti pozanimal, v katero kulturo greš, kakšen je jezik, kakšne so, navade in tako naprej. Pa se pozanimajo ali ne? Ne. Vsi prvi prestopi so vedno sam, da se podpiše, samo da se gre iz Slovenije, da je dober zaslužek. Kje bo spal? Kakšen je trening center? Kakšne so navijači? Kak je, mesto, kjer bojo živeli in tako naprej. To jih v prvi pogodbi nikoli ne zanima. Vseh naslednjih je pa to vse zelo natančno. Če ostanejo v tujini, če se ne vrnejo domov, tako kot se večina vrne. Ali pa tudi, če se vrnejo domov, pa potem še grejo enkrat ven. Se pravi, vedno je potem tretji prestop je potem že... Izkušnje imaš, ja. Tako, ja. Ampak je potem tudi, rečemo, če gledamo zdaj Katar, si se verjetno povsem drugače pripravil kot pa prvič. Ja, seveda, to je bilo čisto drugačne. 2-4, takrat sem bil še mlad nadobuden novinar, Portugalska, wow. In je bilo drugače, moram reči. Ampak sem imel že pripravljene prej zgodbe in prav spomnim se ene zgodbe, ko smo šli, mislim, da je Amarante mesto, nekje na severu Portugalske, kjer smo šli v nek lokal, kjer je delal bivši soigralec Nunja Gomeša, pa mislim, da še Ricarda Carvalha. In potem smo tam naredili tisto zgodbo, po eni reki smo se s čovnom vozili in je on razlagal, kad Nunjo Gomeš je bil takrat glavni frajer, lep fant, pa dober napadalec, in smo naredili to zgodbo. Tako da, naprimer, zdaj te zgodbe najbolj dela naša Maja Hrvatin, ki se res dobro pripravi in ko ona je šla v Katar že 1 mesec prej, je imela že vse nekako poštiman. Tako da ta priprava je res pomembna. Ne moreš ti kar prijeti v Katar pa kar, zdaj sem pa prišel, kam pa zdaj delal, a veš. Res pa je, da ko sem jaz prišel, smo bolj ali manj imeli nogometne zgodbe. Tako da tam se pač prilagajaš vsak dan situaciji, kdo gre naprej, kdaj ima Argentina trening, kdaj ima Nizozemska trening. In ta Katar je bil meni interesanten zaradi tega, če se spomnim, da sem naredil na Portugalskem 10,000 kilometrov z avtom v 3 tednih, ali pa Brazilije 2014, ko smo pa leteli po 5 ur. To sem te tudi hotel vprašati. Tukaj sem bil pa na treningu Nizozemske in 1 uro kasneje bil trening Argentine in sem šel peš, ker so oboji trenirali v prostorih Katarske univerze. In to so bili 500 metrov stran. Igriš ogromen, to je nora, kaj vse imajo tam, ampak poleti to praktično ne morejo uporabljati, kaj je prevroče. In so potem trenerji mi razlagali, spoznali smo enega argentinskega trenera, ki je zdaj prišel, da 2 meseca, mislim, da otroci sploh ne trenirajo, nisem to preveril, ker je polet prevroče, pa veliko mesecev trenirajo v napihljivih teh balonih, v teh dvoranah, da so klime. To je zdaj ravno kontra, ko Islandija, ko gradiš te šotore ali pa hale zaradi tega, da lahko da oni pa da lahko polet trenira. In to je bila velika neumnost takrat, ko so ga izbrali Katar, 2010, ko so rekli, da bojo igrali polet, ker je nemogoče, oni bi mogoče že igrali, ampak da bi navijač prišel do stadiona, bi pomrl. Ker pa te trenerji so mi razlagali, oni tečejo v avto, ker je toliko vroče polet, ker je to taka vlaga, da ni za zdržati. Če si malo bolj pripravljen, je malo lažje, kot če imaš preveč kil, ko težko dihaš. Pa to, Jaz moram reči, da sem imel že izkušnjo poleti v Španiji, v Valenciji. Moja bila z eno reprezentanco, smo bili dol 10 dni, ampak mi smo igrali tekme ob 10 pa v polnoči, ker čez dan ni bilo variante. Do 9, če si bil zunaj, pa sam hotel pod klimo. Vprašanje, kako bo 2026 tudi v Ameriki pa to, ker moramo gledati tudi na evropske ure, da ni to srednoči pa to, Pač bomo mogli malo po noč se ostajati. Takrat se spomnim, leta 1994 je bil finale, mislim, da ob 12:30 po lokalnem času, ker je bilo vroče Brazilija, Italija, pa 90,000 ljudi, ali ne vem, koliko je bilo, ampak je bilo vroče. Takrat se spomnim, kako so jamrali nogometaši. Ker zdaj je bila pa glih prijetna temperatura.
Včasih sem se že vprašal, zakaj so zdaj prižgali te klime, ker smo bili mi novinari pol tam v bundah, zato ker so toliko nažgali klime. Ne? Se je to kljub poznalo zdaj, noter, ali kaj? ja, kljub temu, da je bilo vzum 25 stopinj, so oni prižigali klime, to so obsedeni s temi klimami. Ne? Ok, zdaj tu v Katarju itak, glede na to, da je po površini je še manjša kot Slovenija, je Katar manjši kot Slovenija, ne? Kaj to res pomeni, pa rečemo poročati pol, tako ko si rekel, ne vem, ena Brazilija, ko moraš iz prizorišča na prizorišče iti z letalom, kaj to pomeni za opremo, iti se pravi se čekirati na letališčih, pa potem dol, pa potem z letališča na prizorišče in tako naprej. Kaj to za vas pomeni glede ritma spanja, poročanja, dela in tako naprej? Zdaj je bil raj na zemlji. Ne? Zdaj si vsak dan spal v isti posli. Ne? Tako da ni bilo tega menjanja. Vozili ste se pa sami zdaj po Katarju, Ja. ste imeli šoferje. Smo imeli svoj avto. Ste ga rentali dol? Ja, rentali smo avto, jaz kot novinar. Komentator se je mogel voziti z prevozom od organizatorja. Ne? Aha, ok. In so bili vsi prehlajeni, zato ker so bili na minus 15 stopinj, ker so toliko žgali klime. Ne? Ja. Tako da glede tega sem imel kar prednost, da si šel z avtom. Ne? Tudi gneča ni bila takšna, tudi na samo tekmo, ko si se peljal, res, da smo se mi 4-5 ur prej peljali, ne? Ker to so naredili 5 pasovance. Ne? In ko smo šli po koncu tekme, takrat je bilo nekaj več gneče, ampak 5 pasovance, avti so lepo tekli, Land Cruiser levo, desno, te prihiteval. In ni bilo neke gneče, kako je na kakšnih evropskih stadionih, ko je totalen kolaps. Ne? Tako da so tudi glede tega razmišljali, ne? Kakšen je dostop do samih stadionov. Večina dostopov je s podzemno železnico, ki je povsem nova. Ne? Ko te stroški, o katerih so veliko govorili, 300 milijard, ne? Oni niso 300 milijard za tistih 8 stadionov, ampak oni so razvili celotno Doho. To je 3 pasovanca, je do severa države, kjer je samo puščava okoli, gore pa neko mesto, kjer živi 10,000 ljudi. Povsem pozabljeno od Boga, ko sem šel jaz tisti pogledat s snemalcem, enkrat sem šla pogledat. Slovenija je tako lepa, da greš v Katar z veseljem za 10 dni, ampak če z večjim veseljem pa potem priješ domov. Ne. In takega prvenstva verjetno ne bo nikoli več, ne. Da bo na tako majhnem skoncentriranem mestu vsi stadioni, vsi trening centri, ker to nam je tudi omogočeno bilo, da smo lahko šli na treninge, da si šlo lahko na hrvaški trening, ker dostikrat so te baze, ne, predvsem na zadnjem evropskem prvenstvu, imeli bazo nekje v eni državi, pa so mogli pa leteti v London, ne. To je bila največja neumnost, kar je imela UEFA. Tam smo tako delali, tudi mi Vinčiča takrat, neko je sodo, so imeli sodniki bazo v Turčiji, za vsako tekmo so se vozili po celi Evropi, pa potem nazaj v bazo. Ne. Ampak to sem hotel vprašati, ne vem, ko si rekel za Brazilijo. Ne. Kaj to pomeni, ko si na enem prizorišču, imaš neko zgodbo, jo moraš pripraviti, da jo boš, ne vem, dal ali v papir, to verjetno ni problem, računalnik pa poslati, kaj pa, ko moraš ti posnet, poslati, iti na drugo prizorišče, pa biti spočit pa lep za kamero, spet da boš spet naredil nov članek ali pa nov prispevek. Ja, kle je pomembna ta priprava, ki jo nekako vlečejo že od samega začetka. Ne? Že prej moraš razmišljati, kaj boš naredil, mogoče se pozanimati, kdo živi od Slovencev tam. Mi smo imeli to srečo, da smo kot nacionalna televizija pač vedno dobimo nekega vodiča. In mi smo imeli Slovenko, ki je živela v Riju. In ona nam je pol malo Rijo razkazala, pa odprla nekatere kontakte. In jaz sem bil med drugim tudi v Salvadorju, mesto, kjer je Michael Jackson posnel tudi en videospot, kjer je na enem otoku 1 uro s čolnom živel Slovenc, ki je sicer zbešel tja pred roko pravice, ampak jaz sem bil potem tam in smo potem tam naredili neko zgodbo, kako domači Brazilci spremljajo tekmo, mislim, da je bil takrat četrtfinale, so nam naredili torto, v džungli smo gledali to tekmo, neki so nam dali meso, če ni bil pes, ne vem, in nas je ta Slovenc peljal do ene družine in še vedno imam njihovega sina na Facebooku. Spomnim se, ko piše Belmiro Malta in smo mi bili tam, res nas je popeljal, da smo videli, kako Brazilci spremljajo ta nogomet. In brazilska izkušnja je bila res lepa. Ne? Brazilci so poseben narod glede nogometa in ko so oni izgubili 7-1 proti Nemčiji, ni bilo hujšega, še hujše pa je bilo, ko se je Neymar poškodoval. Oni so imeli 7 ur
neprekinjeno je nekdo stal tam ob trening centru in so se pogovarjali o Neymarju, vse o njegovi nogi, ne vem, kaj je bila že takrat za ena poškodba. Nekaj, kar si kle ne znamo predstavljati v Sloveniji, ker res Slovenija manjka malo te nogometne kulture. Ne? In zaradi tega smo mi zdaj hoteli imeti več javljanj z prizorišča, da se malo vidi. Ko ti pogledaš te špansko govoreče novinarje, on se postavil pred telefonom in on 15 minut nepretrgoma govori. Jaz ga gledam, kaj ta človek govori. Trening vzad in gledajo trening, ponavadi sta mogoče celo 2 in komentira ta mesec tam, zdaj je pretekel, pa to vse imajo. Ne? In Brazilci so bili glede tega res posebni, ampak tukaj se mi zdi bilo pa največ argentinskih novinarjev. Na koncu mi so že prav na živce, ker so zasedali cel press center, upil tam, mnogi sploh ne grejo not na stadion. Radio je komentiral ob televiziji, ko je gledal v press centru, ko jaz sem dostkrat mogel prejeti iz stadiona, zato, ker so to tako veliki stadioni, da pol golov nisem videl, ne? Ampak to so ljudje bili v press centru, Argentincev je bilo pa malo more. A oni so bili prepričani že v četrtfinalu, to je naše prvenstvo, to je zgoraj Maradona, Bog. In da je posvečeno malo Maradoni, malo pa Messi. Niga športa, pa sem bil na odbojki, na rokometu, ko bi res toliko pomenil ljudem oziroma tudi medijem. Ne? Ker, ko bo zdaj svetovno prvenstvo v rokometu, Slovenci bomo gledali Slovenijo, pa mogoče še kakšno tekmo. Svetovno prvenstvo v nogometu, gledaš vse tekme, moj Tamao, tret razred je, oni so v šoli gledali svetovno prvenstvo, pa ni bilo Slovencev. In enkrat sem prehmal prišel po njega, zakaj že moram imeti, da še ni konc prvega polčasa in sem mogel zun čakati, da so otroci pogledali. In tušica mi je dala in so gledali. In to lahko pa sam nogomet da, ne? Zagotovo, ja. Spoštovanje do vseh ostalih športov, nogomet, potem pa žal dolg nič. Ja. Ampak to sem hotel prej, ko sem te za Brazilijo spraševal, ne? Kaj to pomeni, rečemo, da si ti kvaliteten potem, ko si, ne vem, mogel narediti 3 poročanja, pa leteti, pa nisi spal, pa tako naprej. Koliko je to, rečemo, tebi naporno po enem takmu, ne vem, ko si ti 14 dni z prizorišča na prizorišče, pa vmes, ne vem, ti z avtom si rekel, da si naredil v 3 tednih 10,000 kilometrov, ne, zdaj v Braziliji z letalom, koliko si ti utrujen po eni taki prvenstvo, ali si poln adrenalina še pa prije za tabo potem čez 10 dni? Jaz lahko pohvalim. Poln adrenalina sem jaz, to sem prej omenil, ko mi partnerka reče, jaz zacvetim tam, jaz postanem čist drug človek, ker sem tam 24 ur namenjen samo temu in jaz prav uživam, jaz nisem utrujen. Mi smo prišli iz tekme ob 3 zjutraj, jaz sem ob 7 zjutraj se zbudil, pa šel teč ali pa v bazen plavati zato, da sem ohranil kondicijo. Čeprav se to trenutno navid, se mi zdi, da sem prišel z več kilogrami nazaj, pa čeprav sem se čuval, pa tekel, pa ne vem kaj ne, ampak ni bilo lepšega užitka, ko ob 7 vstati, ko se tam sonce pojav, tukaj je bilo -5 stopinj, tam je bilo pa 25, ne. Tako da, jaz nisem nikoli utrujen na tistem prvenstvu, kjer sem. Pa tudi, če kdaj ponočujemo, zdaj ne več toliko, kot mlajši smo malo več ponočevali. Se veš, kaj mislim, ne? Ampak pa tvoji kolegi rečejo, ko pa so verjetno utrujeni. Ja, eni pa so utrujeni, ja. Nekaterim pa to ful breme, pa tudi psihično jih to zdela, kaj bom zdaj povedal, pa kako bom pripravil prispevek. Jaz pa glih tam najboljš delam, veliko boljš, kot če sem doma v Ljubljani, pa to, ne. Koliko imaš pa spanje potem, ko narediš neko, ne vem, eno tekmo, ali pa ko si zaključil dan, nimaš težav s spanjem, mislim? Ne. Ko priješ domov, si poln adrenalina, tako da ne moreš takoj zaspati, ne. Pa prebereš knjigo, jaz po 5 minutah že spim, ko knjigo začnem brati, ne. Ampak jaz sem vseeno ostajal ob 6, pol 7, ne. Vsi moj stemavc je spal, ne. Ti si bil že plavanje, pa to, jaz sem že vse naredil, ker sem tam 14 dni, hočem res živeti to življenje, ki je tam, ne. In največkrat so na teh velikih prvenstvih s novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem, ki je tudi znam potem, da ustoje piše, dela pa to, ne. In midva res takrat, ko sva na teh prvenstvih, živiva to življenje, ne da samo razmišljaš o službi, ampak da res doživiš to prvenstvo na vse načine, to ne pomeni, da ne delaš, ampak da iščeš neke zgodbe. In toliko zgodb, ko jih on najde, naprimer, če ga zdaj malo pohvalim, ne, kar je tudi lažje, glede na to, da je lahko sam in lahko kamorkoli sam, jaz moram vedno imeti še snemalca s sabo, ne, da to ujameva pa to, ne. In sam, če si odprt, prideš v takšne zgodbe. In potem
on pride do takšnih zgodb, sreča tam 2 nizozemska novinarja, v katerem se pol pogovarjajo vse in dobiš takšne informacije, ki jih drugače ne moreš dobiti. Ne. Sam tako, da greš med ljudi zveš nekaj več. Ne. A je to, ko si zdaj rekel, 2 nizozemska novinarja, je to solidarnost med novinarji na teh tekmovanjih je velika? Ja. Med navadnimi novinarji. Dosti je pa teh komentatorjev, ki so bili nekdani nogometaši, ne, ki se sicer s tabo tako pogovarjajo. Če pa rečeš za intervju, naprimer Jurgen Klinsmann je bil tam, pa ne sme dati. Ne. Ampak se pa pogovarjajo. Tako da imamo to neko solidarnost, on tebe nekaj vpraša, dobro, zdaj ni bilo Slovencev, pa niso nič sprašvali, ne, tako da ni nobenega zanimalo, kaj zdaj Slovenci delajo, pa to ne, ampak tebe pa kot Nizozemca ga lahko kaj vprašaš, kaj je bilo pa narobe, kaj pa Louis van Gaal, in to je bil prav ta novinar, na katerega se je Louis van Gaal spravljal na novinarskih konferencah. En tak mal bolj revolution mož, ful prijazen, in je rekel, ja, ampak midva sta se potem pogovarjala z njim. Ja, ni bilo to zamer. Ja, ne, to niso zamerne, saj to se poznajo, te nogometaši in novinari, to je z roko v roki, ne, veš. Sam čista, ne da si prijatelj, ne smeš biti prijatelj, mora biti nek profesionalen odnos, mora biti neko spoštovanje, in če je to spoštovanje, potem ni nekih zamer, če te on nekaj nazaj reče, pa to. Jaz tudi rečem svojim gostom, če bi jaz kaj narobe rekel, ti reč, pa ne se strinjati z mano, ne. Pa jaz že, če bom reagiral, bom, če ne, pa ne. Se pravi, ko ti reče, danes ste igrali slabo tekmo, ne, da ti lahko reče nazaj, ne, danes smo mi igrali odlično tekmo, sam je bila taktični načrt, je bil drugačen. Ja, ker to so doskrat naši gosti rekli, ja, sej, jaz mislim tako pa tako, ampak nisem pa zraven v ekipi, pa ne vem, kaj so se oni izmenili, kakšen je ta taktičen načrt, ali pa kaj se je dogajalo v samem odnosu med igralci, pa to. Ti doskrat tega ne veš, pa od ozuni neki moraš neko dati oceno in to je doskrat nehvaležno pol, ne. Posebej kot igralec, da ocenjuješ druge igralce in to, ne. So doskrat v takem težkem položaju te naše goste, ne. Če kakšne imate pa vi protokole, rečemo, glede na to, da rečemo ekipe prihajajo na štadione, ne vem, 1 uro pa pol prej, nekje 1:45 minut, potem imajo pa se pravi tiste svoje protokole, če koga kaj zanima, lahko pač posluša, kjere podcaste od nazaj, kaj imamo to. Kako imate pa vi protokole? Kdaj prihajate, rečemo, prej na tekmo, kako pomeni to za vas, čekiranje, pregled in ostale stvari? Ja, časi so se zdaj s tovarne so res spremenili, ne. Včasih je bilo veliko lažje dostopati do stadionov, zdaj brez akreditacije ne moreš nikamor iti, ne. In jaz sem enkrat celo pozabil in me niso spustili. In pa sem se zlagal, da sem jo verjetno zgubil, pa je rekel, a ste jo zgubil, a so jo ukradili. Pa nisem, kaj ne rečem, ne, so mi potem sicer izdelali, ne. Za varnost je res dobro poskrbljen, predvsem na olimpijskih igrah se mi zdi, da je bilo še veliko bolj rigorozno, naprimer na Kitajskem lani, ne. To je bilo noro, ne, koliko je bilo to enih pregledov, pa to. Se mi zdi, da tukaj v Katarju je bilo vse dosti sproščen. Mogu si pokazati akreditacijo, on te je počipiral in si šel noter, ne. Na tekme pa smo hodili 5-4 ure prej, ker doskrat smo se javili pred tekmo, ne? In če se javiš, naprimer, v notranjosti stadiona, mora biti to naročeno. Ampak ker smo mi majhna televizija, ki nimamo svoje reprezentance, se moraš javiti 2 uri pred tekmo, ko žive duše ni na stadionu in potem se moraš takrat javiti, pametovati, kaj bo na tekmi, potem pa mi to spustimo tik pred tekmo, ne? In potem ljudje gledajo, ja, kje pa so navijači, ne? Ampak ker je število mest omejenih, recimo, da je 5 kamer tam, ki prek satelita to pošiljajo po celem svetu, polne, in se to novinarji imenujejo, ko v trgovini greš, vsak ima 10 minut, ne, ampak jaz sem imel za finale javljanje 3 ure pa pol prej, ampak ljudje so bili že noter, argentinski navijači so bili takrat že noter. So že pripravljali. Ja, čeprav argentinski navijači, ne, veliko se je govorilo o teh argentinskih navijačih, ne vem, koliko je prišlo iz Argentine, recimo 25 pa 30 tisoč. Vsi ostali so bili pa navijači iz Indije, Bangladeša, ki niso bili navijači Argentine, ampak so bili navijači Mesija. In je ful smešen, ne. Ti argentinski, ta pravi navijači so prepevali, ti navijači pa niso vedeli sploh kaj pojejo, ne, ker niso poznali niti, ne. Ampak so se trudili zraven Petra. Ja, neki so tam, veš. Tako da se doskrat na teh svetovnih prvenstvih ni takšno vzdušje kot na klubskih tekmah. To so mogoče mal drugačen tip navijačev, ne. Dosti teh mam pa staršev pa družin pa to, ne. Ker če greš na kakšne te velike derbije, so to tisti navijači, ki
so res hudi navijači, ne, Kle je pa bolj tako. Kaj pa ti pol delaš v tem času do tekme? Ja, malo preberaš, doskrat greš do kakšnega novinarja iz te države, da boš pa rekel, jaz sem se pogovarjal z novinarjem iz Argentine ali pa Nizozemske, povedal mi je to pa to, ne, pa kdaj srečaš Gabriela Batistuta smo srečali, ne, pa ga jaz sicer nisem govoril, ampak sem poslušal zraven, ko so ga neki italijanski novinarji sprašvali, ne, a veš. Tako da takrat probaš še kakšno informacijo dobiti, tisto tik pred začetkom tekme, ki je mogoče na internetu ne prebereš, so pa te novinari, ki so res blizu svoji reprezentanci in takrat od njih največ zveš. Ne? In dostkrat sem naredil intervju s kakšnim argentinskim novinarjem, da pol sploh veš, kaj se dogaja v Argentini, kaj je novega v sami reprezentanci, ker oni so zraven. Ne? Zdaj, protokoli pred tekmo ponavadi vi ne prihajate v stik z igralci, trenerji in tako naprej. Če bi imeli mi svojo reprezentanco, ja. Bi lahko, ja. Ja. Čeprav mislim, da so te novinari, ki imajo svojo reprezentanco, imajo poleg te uradne novinarske konference potem še posebej sami iz te države. Pa to, ne? Ampak na dan tekme, ne vem, kako je na svetovnem prvenstvu, sem videl kakšen intervju ali ne, ponavadi pred temi kvalifikacijami pa dobiš na dan tekme, odvisno pa je selektorja. Odvisno je pa selektorja. Matjaž Kek, mislim, da on, saj takrat, ko smo imeli mi pred tekmo, na dan tekme ni govoril, smo vse en dan prej posneli. Sicer se ni videli, ne, eni novinari, odvisen, eni selektori pa dajo tudi na dan tekme 1 uro pa pol, ko prije na stadion, da izjava. Ne. Kaj pa pol pomeni, rečemo, po tekmi, koliko vi čakate pol v tej mix coni in vse to? To je pa nekaj najhujšega, kar te lahko doleti, da čakaš v mix coni. Kaj je to mix cona? Mešana cona je tam, kjer spustijo. Najprej je mesto za televizijske kamere, potem pa še za pišoče novinare. In tu se mi pišoči novinari kar smilijo, ker najprej je vrsta in pridejo mimo televizijskih kamer. Ne. Res pa je, da se zdaj v zadnjem obdobju to spremenili, da vse te velike televizije naredijo intervju z glavnim igralcem že ob igrišču, ki ga plačajo. V mešani coni je pa načeloma zastonj, pa ni, ne. In tam pa pridejo načeloma vsi igralci, ampak na teh velikih prvenstvih oni pošljajo 3 igralce, ki tam malo povejo enim parim novinarjem, potem pa grejo nazaj. Ne. Mogli bi po protokolu vsi iti mimo, pa se ustaviti, če želijo. Ne. In v mešani coni vem, da najlažje nam je bilo, ko so bili Hrvati. Ne. Hrvati te poznajo, jezik poznajo in ga najlažje ugovoriš. Ne. In se tudi Hrvat ustavi. In vem pa, da je to pomeni, da ste ko oni, ko se derejo. Ja, ko na borzi ali pa pa to, ali pa se postaviš, dobra taktika je, da se postaviš zraven kakšne lušne južnoameriške novinarke. Leta 2016 sem bil na finalu olimpijskih iger, Brazilija, mislim, da Nemčija, Neymar seveda, ko je bilo konc tekme s telefonom prišel mem, pa tako novinarjem ne morejo, glih telefon imam, ne. A veš, pa je šel pa en drug, ne vem, kdo je že bil, pa je šel že mem, pa ga je una poklicala, ne, pa je pogledal nazaj, pa se je kar vrnil. A veš, kaj je videl, to je pa luštna, ne. A veš, ker južnoameriške televizije pošljajo veliko žensk, ne, ki zelo dobro izgledajo, moramo si to priznati. Pa se razumejo, tudi v novinarstvu, ali sam dobro izgledajo. Ne, po mojem znajo kaj vprašati, to živijo, a veš, tam imajo vsi radi nogomet, ne, ženske, ne vem, Juan Vaslej je vedno razlagal, da njegova žena, ko igra Argentina, da je 50 bolj živčna kot on, pa da 50 več ve v nogometu kot on, ne, naprimer, ne. Tako da, kje sem ostala, no ja, to Neymar, ko gre ven, pa to. Ja, v mix-zonah in je potem, mislim, da je bila indijska novinarka, pol naslednji dan razlagala, da je 2 uri pa pol po tekmi še čakala, da bo kakšen Hrvat prišel, pa ga ni bilo. Ampak to so hodniki v stadionu, kjer je zelo zatohal. In to je trpljenje tam čakati, prerivati se, ko prije kakšen znan igralec to, ko rojče bel grejo in potem ti doskrat samo tako nekako splezaš dol, pa tako mikrofon držiš, kamerman ima tako gor kamero, pa to. In to je ko boj za preživetje, ne. In v mešanih conah je res zelo težko dobiti, je pa FIFA pa UEFA to res dobro zdaj že naredila, da vse televizije dobijo v živo novinarsko konferenco, pa tudi izjave po tekmi pošiljajo te razne agencije, Reuters pa to. Tako da mix-zona ni več toliko pomembna, kot je bila mogoče
15 ali pa 20 let nazaj, ker tega ni bilo. Zdaj, po tekmah so obvezne novinarske, Ja. kjer pa mora biti trener. Trener pa je en igralec ponavadi. Ja. Pa je pa odvisen, ne? Večinoma pridejo te zvezdniki. Ne? Meni je bilo naprimer na olimpijskih igrah v Tokiu všeč, ker je na vseh novinarskih konferencah naše reprezentance bil Luka Dončić. Pa on zelo nerad nastopa, ampak se pa zaveda, ne? Aha, to je velik odar, jaz bom šel na novinarsko konferenco. Ne? Ker dostkrat pri nogometni zvezi si želiš slišati večkrat Jana Oblaka, pa ga ni. Ne? Kle pa Luka Dončić še iz NBA verjetno naučen, pa to rad nastopa na novinarskih konferencah. Ko pa delaš intervjuja tako z Luka Dončićem, se mu pa vidi, da mu je mal neroden pa to. Ne? Ampak vsem nastopa pa na vseh novinarskih konferencah, na tekmah Dallasa. Ne? To se je zdaj malo spremenilo s korona, ne? Naprimer na NBA-ju si včasih šel lahko v slačilanco, ne? Tega v fuzbalu sicer ni, ne, v nogometu, ampak zdaj so to tudi v NBA. Ja, oni imajo to res dobro dodelati, ker vejo, da je to šov, ne, da ljudje hočejo slišati to, ne, da so nedostopni nogometaši. Ne. Ampak tam je tudi, meni to bilo vedno zanimivo, ne, da ko ti vidiš, da oni kar pridejo novinarji noter in je to pol tako dosti sproščen pogovor. Ne. Ja. Ker ta mix cona meni sen deluje tako dosti uradna. Me je pa zanimivo to, da si rekel, da je plačljiva. Kaj to pomeni? Da vi morate novinarji plačati, da lahko prijete v televizija mora plačati. Da lahko prije v mix cono. Ja. Doskrat je pa, da mi sploh nismo mogli prijeti v mix cono, ker je bilo preveč zanimanja. Mi naprimer za finale nismo mogli prijeti v mix cono, ker nismo dobili dovoljenja. Ker je to ostalih televizij, da te ne spustijo noter. Ker so kvote bile. Ja, kvote so, ne, in valjda prvo pridejo tisti, ki imajo svoje reprezentanco, ne. Zato se mi zdi, da je FIFA kar gledala, Slovenci smo vedno dobili za Hrvaško, pa za Srbijo smo vedno dobili, ne. Tudi na te Hrvaška, Brazilija smo dobili, ne. Pa čeprav je bilo Brazilcev malo more, ne. Na Nizozemska, Argentina pa nismo dobili, ne. Tako da ni to zdaj, da gre vsak novinar lahko v mix-cono. Tudi pišoči novinarji ne dobijo vsi tudi karte. Ti moraš, da gledaš tekmo, dobiti karto. In dostikrat tudi ne dobiš vstopnice za gledati tekmo, ne? Kjer je medijska tribuna. Koliko je bilo pa rečemo prostora za novinarje na štadionu? Veliko prostora vzamejo novinarske tribune. Že same te komentirna mesta zelo veliko zavzamejo, tako da če vidiš, da je kakšen kadar, to je res veliko. Potem so pa za komentirnimi mesti, pa so vzati še navijači, vmes je pa recimo, ne, koliko je bilo kle, za finale je bilo 100-200 stolov, kjer so bili lahko novinari, ampak tam okoli mene je bilo 50 praznih stolov. Pa čeprav so rekli, da ne moreš več karte dobiti, ne? Pa je bilo 50 praznih stolov. Ne, mislim, če mi gledamo pa primerjamo neke stožice, ko je prije največ 30 do 50 novinarjev, če je kakšna reprezentančna tekma, tu bi lahko bilo tudi novinarjev poln stadion, če bi jih spustili gor, verjetno. Ne. Čeprav res me je presenetilo to, da je bilo toliko praznih sedežev, glede na to, da je bil finale, pa Francija, pa Argentina, ampak verjetno ima FIFA to nekako omejen. Ne. Se tudi za parkirnino, naprimer, ne. Takrat, ko sem pozabil akreditacijo, ni bilo samo to, takrat nismo imeli tudi parkirne dovolilence in potem ne moreš priti do stadiona. Ampak najprej nas ni spustil Katarc, pogreš pa malo okol, pa ni bil Katarc, pa je bil en, ki je iz druge države prišel, on ga pa lahko malo obrneš, ja, moraš te lejati, ne. Katarci so bili ful tako, Katarca spoznaš po tistem, ne. Se že pozabil, ko se reče. Po oblačilih. Ja, po oblačilih in to ni se premaknil. Pa si še pa malo okol, pa je bil, ne vem, kaj je bil Afričana, ne vem kaj, pa iz Indije pa to, pa sem rekel, pa si pozabil, pa to, pa te je spustil. To pomeni, da si... Ko da lepa beseda najde, lepo. Na eni taki tekmi si ti pol praktično bil po 7-8 ur na stadionu. Ja. To je pol ono, že moraš kaj pojesti. Ja, no, vse tam imamo neko, je vedno neki je, kao kuhinja pa to, ampak to je ponavadi bolj tak junk food pa to. Tako da, če hočeš skušati, kako sem jaz hotel, je to kar velik problem. V tem ob 11, ko tekma je bila, ta zadnja se je začela ob 10 zvečer, ne, ti pa glih takrat lačem, pa nimaš kaj kupiti, če greš na stadion, so pa take vrste za une hamburgerje, pa to, da glava boli, pa tudi drago, ne, pol, ne, na teh stadionih pa to, ne. Če na teh prvenstvih vseh, ko si jih zdaj pokrival, ne, ali pa tujine, je bilo kaj tajega, da je bilo ekstra zanimivo, da se ti je zgodil, ko ti prvo pade na pamet? Jaz imam toliko slab spomin in to me pol tepe, ko se nič ne spomnim. Zdaj bomo kle malo ustavili, da sem že spomnil, bomo pol nadaljevali. 2-6, kaj pa vem. 2-6 mi je bilo všeč, ko
ko so bila naša strokovna komentatorja Matjaž Kek pa Miran Pavlin, ne, takrat sem prvič začutil, kakšen velik igralec je bil Miran Pavlin. Ne. Takrat smo v tisti generaciji vsi oboževali sam Zlatka Zahoviča. Ne. Ampak pol, ko sem pa malo poslušal te njegove zgodbe, ne, je pa res sem rekel, tudi Miran Pavlin. Kaj te je toliko impresioniralo? A pri njemu? Ja. Ko je razlagal, kako je prišel v Porto, kako je bilo to čist nek drug svet, pa to, ne. Až ko pa šele vidiš, ne, takrat v tujini igrati je bilo 1000krat težje, kot je zdaj. Še posebej pred Bosmanom, ne. Če se spomnim, da je Englaro igral v Italiji, ko so bili lahko samo 3 tujci, ne. A veš, takrat si mogel biti res igračina, ne. In da je Miran Pavlin takrat prestopil v Porto, ne, če se spomnim, kako je on res dober igral za slovensko reprezentanco, ne. Se smo vsi govorili o Zahoviču, ne, ampak če Zahovič ne bi imel vseh teh ljudi okoli sebe, tudi ne bi bilo to, ne. In Miran Pavlin mi je bil takrat, in takrat sem res veliko časa preživela skupaj, smo se pogovarjali o vseh stvarih, o družini, o vsem, ne, o tenisu, ne vem o čem, ne. Ker smo prevozili celo Nemčijo, skozi Jambrov, a veš, on je bil navajen iz Kelna v Berlin leteti, ne, ne mogo pa s Citroenom ksarojati, pa čeprav se že 180, rekel, že jaz ne morem več, jem že kar z letalom nazaj, pa to, ne. A veš, za finale je bil pa pol Matjaž Kek, ne, on je pa takrat, mislim, da to je bilo še preden je postal selektor, ne, a veš, in že takrat se je videl, kako on dobro nastopa, pa kako dobro razmišlja, pa to, ne. Takrat sva se res dobro razumela, ne. Pa se je malo to spremenil, ne, ko je postal selektor, ko pa moraš malo drugače gledati, pa to, ne, ampak še vedno, če pomislim, je meni Kek ta prav človek na to pravo mesto. Ne. Ja, nesporno znanje. In tako. Ja. Je tudi take stvari, ne, verjetno te zelo bogatijo, ko imaš ti možnost nekoga imeti en teden ali pa 10 dni, pa potuje s tabo. Takrat sem se res veliko naučil. Ne. Takrat res začutiš, kako ti nogometaši, da ni tako enostavno življenje. Ne. Mi mislimo, kako jim je luštan, pa to. Ne. Ja. Če pogledamo zdaj, kakšne težave imajo vsi angleški nogometaši tam v Angliji, ko jih ropajo, pa take zadeve, ne, pa da ne moreš niti normalno hoditi po cesti, pa to, ne. Tako da... Meni je tu res zanimivo, ne, da jaz se tudi dostikrat poskušam pogovarjati, ne, zdaj s kolegi mlajšimi, ne, da jim ne bo nerodno včasih koga poklicati, pa vprašati, če je možno, ne vem, na kako kavo se usesti za pol ure, 45 minut, ker ljudi čist drugače spoznaš. Ker tudi moje izkušnje so absolutno, ne vem, delati z nekom na igrišču ali pa se zvečer usesti neobremenjen, pa pogovarjati 1 uro pa pol, zveš čist neke druge informacije. Ne. Midva sva tekmo odigrala, ne, tako da, kad te je bilo strah na začetku, da na drugi strani ne boš vejo, kaj govoriti, ne, ti dober ti teče. A ja, upam, da bodo gledalci pa poslušalci zadovoljni, da se kaj povedal. To bomo videli, ampak jaz nesporn glede tega, ker predvsem vsa ta zakulisja, ki po moje nas vse zanimajo tudi, ne, tako mene zanima, ne vem, kaj Matjaž Kek dela, rečemo, na treningih, v garderobi, v pisarni in tako naprej. Ne. Tako tudi mene zanima, kaj vi delate včasih v zadnji in kam ste usmerjeni ali pa koliko ene zadeve zgledajo. Tako da jaz upam vsem, da so bila tudi vprašanja do zdaj. Da so bila. Se imam še kaj par zgodb, zdaj, ko sem domov pelal, rekel, ja, zakaj pa nisem tega povedal, ko sem spraševal, kako zgleda dan. Ne. Takrat, ko je igrala Nizozemska proti Argentini, sem jaz šel že ob 8 zjutraj v mesto, da sem posnel malo argentinskih navijačev pa nizozemskih, pa sem šel z podzemno železnico, kjer smo jih tako snemali s telefonom, ker drugače sme snemati, da se je videl, kakšno vzdušje je bilo to že na sami poti. In to so argentinski navijači že 4 ure pred tekmo hodili na stadion. To se je vlak kar tresel, to je bila res taka energija. Ne. Potem pa je šele tekma. Ne. Tako da ta dan je res dolg, ne, in res rabiš kondicijo. Ampak tako sem prej rekel, jaz v tem zacvetim in živim za to. Ja. Ne, ker se tudi to, kar si rekel, ne, slovenska kultura, ne, da bi bilo, ne vem, da bi zdaj Olimpija organizirala dan odprtih vrat za to, da bojo navijači prišli, kjer se bojo naši igralci podpisovali in delili in slikali in tako naprej. Te kulture ni, ne. To pa narobe v naši državi, ker nimamo vzornikov, ker izkosi iščemo v tujini. Vsi tam mali govorijo Messi, Ronaldo, pa to namaz, da bi govorili, ne vem, Elšnik,
še kakšnega Mariborčana nam pozabil, Vipotnik ali pa karkoli, da nam je rekel, da za Olimpijo navijam. In to manjka, to malo. Ravno ješ nikako je z onega konca. Ja, no vem, ja. Ampak je zdaj v Ljubljani. Ne. Mustafa Nukić reče. Ja, no, manjka te neke identitete, da bi bili ljudje kle v Ljubljani, predvsem ne. V Mariboru so res povezani s klubom. Naprimer v Ljubljani, da bi bili res povezani s klubom, da bi res ljudje živeli. Ne. Tako kot je bilo včasih, ko smo hodili na tekme hokeja, Olimpije, pa Jesenic, pa Olimpija, nogomet, pa to pa košarka, ne, če se sam to spomnim, to je bilo res izjemno. Ne. In tega manjka, se mi zdi, da otroci tudi te, ko zdaj trenirajo sam na treningu igrajo nogomet. Ne. Nič ne igrajo več na ulici, za vikende, če ni tekme, morajo starši iti v Kranjsko goro, smučati, da pa kaj tazga, ni več tega romantičnega športa, da imajo dovolj časa, da se lahko tudi z vrstniki nogomet igrajo, ne samo na treningu, da je vse usmerjeno tako, ampak da delajo tudi kakšne lumparije, da je pol tudi na igrišču znabi, da je malo umazan, pa to ne, da je vse tako, ne, da je malo domišljije. Ne. Ja, veš, kar si čist na začetku, ko smo začela z oddajo, ne, ko si rekel, mene je veliko stvari zanimalo, pa veliko športov sem poskusil, pa tako, ne, takih otrok rabimo čim več, ne, tako da če te zanima, ne, jaz tudi že neparkrat sem tudi rekel, razpon David Epstein, če rad bereš, preber, ena taka zelo zanimiva knjiga, kje rečemo dobiš lahko ali pa na kak način bi lahko dobil tudi enega kvalitetnega športnika ali pa mogoče tudi kakega delavca, ki ni sam za šport narejena, mislim, ni knjiga, ker on je raziskovalni novinar drugačne. A lahko še nekaj povem? Ko sem prej govorila, kdaj sem bil na prvem velikem tekmovanju, pa ko govorimo o tej nogometni kulturi, ampak jaz sem bil leta 2000 kot navijač v Amsterdamu. Ne. To je bil prvi dogodek, da je slovenski ekipni šport šel na neko res veliko tekmovanje z nekim velikim zanosom. Seveda so bili košarkarji pa rokometaši že prej na velikem tekmovanju, ampak to, kar smo pa mi doživeli v Amsterdamu, ko je bil Zahovič, ko je dal gol, tega pa ni bilo niti potem, ko so bili odbojkarji, niti potem, ko košarkarji, pa naj govorijo, kar hočejo, ampak 12,000 ljudi na amsterdamski areni, stadion se je tresel tako in to je zgodba, ki je nam nikoli pozabil, ki si prej rekel, kjer zgodbo se ne spomnim, tega pa ne pozabim nikoli. Kako smo bili takrat vsi navdušeni, da je šla slovenska reprezentanca, ki je na enih kvalifikacijah prej dobila, ne vem, 1 točko, potem takrat na Evropsko prvenstvo in to je zame vrhunec. A na Brniku si tudi bil takrat, ali kaj? Ne, jaz sem bil tam, ne. Ne. V Romuniji. Ko so se uvrstili na Evropsko. Ne. Ko so prileteli na Brnik, ne. Jaz sem bil takrat v enem baru, takrat smo slavili pa to, ni me pa bilo, ko smo prišli v Bukarešto, ko smo premagali Romunijo, me pa ni bilo na Brniku, ker sem bil v Romuniji. Aha. In se je vse dogajalo v Sloveniji, v Romuniji, v Bukarešti je bilo pa vse mrtvo. Takrat sem rekel, je bentiš, mi smo pa rabili še 24 ur potem, da smo prišli domov, še zaleteli smo se. Tako da zame je največji vrhunec prvih 30 let Amsterdam, Slovenija, Španija, sicer smo izgubili, ampak takšno vzdušje, ki je bilo tam, pa kako so bili vsi evropski navijači navdušeni nad nami, neverjetno. To je ta vrhunec. Če s tem zaključil. Ne, še bi še te ene 2-3 vprašanja. Okay. Sem mislil, da so že konc. Zdaj, da se vrne, zdaj smo v podaljšku, pred penali zaključimo. Lahko izrežeš, če bo. Ti sploh ni problem, ker tudi smo se odločili, da bo profil podcasta, da se pogovarjamo, pa da nas čas ne sme obremenjevati. Mišljam, da bo kdo zdržal do sem. Z lahkoto. Ok, zdaj, tvoje diplomsko delo bi se vsem dotaknil tega, ne? Ko si že vmes si govoril, ne vem, Katar napram Saudske Arabije, pa mehka moč, pa tako naprej. Zdaj, kaj je to mehka moč? Ja, kako ne, to čim bolj enostavno, to je neka, kako bi to rekel, nek prijem neke države, da sebe pokaže na nek drug način, kot je trda moč potem, ne, torej vojne in drugi pritiski, kot so sankcije, da na nek drug način, mehek način, torej prek športa ali prek kulture ali prek česa tretjega, pokaže, kaj vse ta država premore. Ne. In šport je ena od teh stvari, kjer najbolj pride do izraza ta mehka moč in odkar šport obstaja, so države prek športa želele pokazati, da so zavidanja vredne, da lahko računajo na njih in da so pravi partner v mednarodnih odnosih. In Katar je s tem želel pokazati, da je država, v
katero se splača vlagati, v kateri se lahko marsikaj naredi in mislim, da jim je to uspelo. Predvsem zaradi preomenjene Saudske Arabije, velikega soseda, ki ga lahko poje. 30 let nazaj Katarja praktično ni bilo, zdaj je pa ena izmed najbolj razvitih držav. In to je želel pokazati s tem razkošjem. Mnogi pravijo, kaj bi dali ta denar lahko kam drugam. Marsikaj bi dali drugam, pa ne damo. Kako pa ti rečemo danes doživljaš to, kar si ti rečemo raziskoval v svojem diplomskem delu? Zdaj, kako šport nekje se umesti v politične sfere. A sem dobro povedal to? Ja. Kako ti danes gledaš, kam šport, kdo bolj koga koristi? Bolj šport koristi politiko ali politika bolj koristi šport? Mislim, da politika bolj koristi šport, ker ve, da je šport opij ljudstva in da so ljudje prek športa jih najbolje lahko nekako prepričajo za nekatere ideje, ki želi ta država jih dati navzven. Tako da, kje bi tukaj začel, ta diplomska je 7 let nazaj, moram reči. Si slučajno poslušal ali pa pač gledal ta FIFA Uncovered? No, sej, to je tipično FIFA pa Mednarodni olimpijski komitej. To je zelo povezan glede te korupcije, pa to se ne moremo nič dokazati glede tega, ampak ko so prej omenjala mehka moč. Mehka moč je torej to, da ti organiziraš neko veliko športno tekmovanje, da pokažeš, da si ti zmožen to organizirati. Ampak če pogledamo zadnjih 20 let, je zelo veliko avtoritativnih držav organiziralo te velike tekme. Rusija, Soči, pa potem svetovno prvenstvo 2008, pa ves čas je bilo isto. Ves čas se je opozarjalo na kršenje človekovih pravic, potem, ko se je začelo prvenstvo ali pa olimpijske igre, se je na to pozabil. Na to pa se je nadaljevalo tako, kot je bilo prej. Tako da šport, veliko krat pravimo, da premika meje, ampak ne vem pač, koliko ima potem res vpliva, ker potem so Rusi nadaljevali svojim. Takoj po Sočiju so prvič napadali takrat Ukrajino pa to. Tako da iz vidika držav verjetno je ena zadeva, iz vidika kako pa svet ali pa ostali ljudje, ki niso vpleti v politiko, gledajo na ne vem, ali rasno nestrpnost ali pa kako drugo nestrpnost, ker rasno nestrpnost se UEFA in FIFA zelo poskušata ukvarjati. Zdaj, da je UEFA vsem na višjem nivoju, kot je FIFA. Zagotovo, Saj zato je tudi gospod Čeferin izjavil, zakaj bi kandidiral za FIFA, če je UEFA veliko večja organizacija kot pa sama FIFA. In tle predvsem smo veliko pisali o športu v hladni vojni, kako je bilo to tekmovanje med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, pa vsi ti bojkoti olimpijskih iger, kako so dnevno politične teme veliko krat odločale o tem, kdo bo nastopil na olimpijskih igrah ali pa na svetovnem prvenstvu. Danes sem bral en članek o svetovnem prvenstvu leta 1934, ki je bil v Italiji, Benito Mussolini in so Italijani takrat postali svetovni prvaki, ker so praktično morali, pa kako je bil Hitler razočaran, ker so Nemci izpadli, mislim, da v polfinalu, pa mogoče potem zgodba o Jesseju Owensu, kako je on tam to inferiornost pokazal, da pa ni tako, ampak potem so se pa drugi začeli spraševati, Američan, ki je bil temnopolt, je v Nemčiji to pokazal, pa so ga v Nemčiji mogoče vsem takrat bolj spoštovali, kot v lastni državi. Tako da veliko krat je dvoličnost te politike, češ tukaj ni nič v redu, pri nas pa je, pa potem vidiš, da ni. Mene predvsem to moti, moti. Sprašujem se, kje vse, pa kdo je vse tisti, ki se okorišča na račun vseh teh športov, ker zanimivo mi je pač bilo predvsem to s to Superligo. Jaz upam, da imel enkrat tudi enega gosta, ko lahko malo več nam povedal glede te tematike. Moram reči, da mi je bilo všeč na eni strani, da so se navijači, sploh angleški, uprli temu, da bojo pač bojkotirali in da bomo rekli, da je vseeno tisti delovska sredina, ki se je začela, kjer se je nogomet v bistvu razvil, da vseeno še lahko mogoče malo vpliva na to, kam bo šel, ker mora biti ta solidarnost, ne gre več, da bojo sam bogati med sabo igrali. Nekaj najlepšega, ko še malček pride naprej, ko je Maribor prišel v Ligo prvakov. Zakaj bi bilo vse osredotočeno samo na Real Madrid pa Barcelono, če se nogomet igra po celem svetu. In to je res. Ok, čist za konc, daj mi reči, kakšne so pa
rečemo, tvoje novinarske, komentatorske želje v odnosu do trenerjev, igralcev, klubov, ko moraš ti pač se pripravljati, ali pa kje bi ti želel, ali pa menil, da bi bilo dobro, da bi se naredil kak korak naprej, da bi vsi skupaj imeli nekaj več v poročanju do ostalih, ki spremljajo nas, ki smo pa akterji tega. Ja, najbolj bi bilo, da bi se Slovenija uvrstila leta 2024 na Evropsko prvenstvo, da bi v našem studiu bil tudi Zlatko Zahovič, pa da bi komentiral še kakšen drug strokovnjak, ki mogoče noče toliko nastopati, ne. Tako da, kaj naj še tukaj povem. Kaj pa tako na neki dnevni bazi, ko se mi pogovarjamo tako, misliš, da bi lahko mi nogometna zveza kot krovna organizacija nogometa v Sloveniji, pa ne vem, pač novinari našli nek več jezika v sodelovanju? Jaz mislim, da imamo večinoma novinari kar dober odnos z nogometno zvezo, tudi Radenko Majatovič je zelo odprt človek, tako da ga dostikrat tudi kakšna kritika ne zmoti, glede na to, da je navajen to še iz gospodarstva. Tako da mora pa biti več tega sodelovanja med samimi klubi, nogometno zvezo, pa tudi medijskimi hišami. Ne. In zdaj mi je všeč, na primer, ko ste se na Sport klubu spomnili oddaje Pod prečko, ne, da je lahko neka debata in tudi tam niso omejeni toh časov. Če bi mi na RTV-ju imeli takšno oddajo, ne bi mogli debatirati 2 uri. Ne. Res pa je, da je potem odvisno tudi od gosta. Ne. In ko pride Zlatko Zahovič, se potem še naslednji dan govori pa to. In prav je tako, ne. Meni je všeč, da je prišla takšna oddaja, premalo bo teh oddaj, to je tudi naša krivda, da bi slovenski nogomet, ki je kakovost, meni je všeč. Jaz najraje gledam tekmo Olimpija Maribor, rajš skoraj kot Manchester United Arsenal, na primer, ne. Ker če namo svojega spoštovali, zakaj bi pol sploh imeli svojo lastno državo. In mislim, da se preveč podcenjuje slovenski nogomet, ampak da moramo vsi deležniki tudi razmišljati o tem, da ga spravimo še na višjo ravno. Tako vi trenerji, kot mi novinari, kot tudi sami klubi. Ne. Problem pa je na koncu za denar, ne, da pač zelo težko je imeti ustroj kluba in zbrati v Sloveniji, kjer je zelo malo velikih podjetij, da bo ta nogomet lahko še rastel, pač na koncu je vse povezano z denarjem in pa želim si, da bi bili najboljši trenerji prisotni pri najmlajših selekcijah, pri 8, U9. Moj starejši sin je treniral pri Olimpiji nekaj časa nogomet in ga je imel Gregor Židan. In ni mogel imeti boljšega trenerja, kot je Gregor Židan, ker je točno povedal staršem, kako bo, imel je izkušnje in imel je tudi nek odnos do teh otrok in so ga imeli vsi radi. Ne. In mislim, da je najbolj pomembno pri temu, da so najboljši trenerji prisotni pri teh najmlajših, da ti otroci res vzljubijo ta nogomet, da bojo potem poleg nogometa tudi dobre osebnosti, seveda je šola tudi pomembna, ampak da dajo neko dediščino oziroma da dajo nekaj otroku naprej, da to ponese potem k drugemu trenerju, pa tretjemu in da potem, ko prijejo k Matjažu Keku, nas popeljajo na Evropsko prvenstvo. To je to. Ja. Zadnje 2 vprašanje, ki imam dost standardne. Glede na to, da si zdaj v svoji novinarski karieri srečal zelo veliko vrhunskih igralcev, imel možnost govoriti z njimi, tudi na nek način si jih proučeval, kaj bi ti našim mladim igralcem svetoval, kako se naj lotijo, če želijo enkrat biti Messi, Ronaldi, Zidani in tako naprej? Zdaj, mogoče ni treba biti, da so Messi pa Ronaldi, naj bojo najboljše, kar so lahko. Ne? Ja. Narabijo se, prav je imeti vzornike, ampak nekako moraš najprej sebe razviti do tega stadija, da razvijaš v svoj potencial. Ne? In predvsem moraš biti, ne smeš obupati, ne? Predvsem moraš biti ustrajen. Jaz, če pogledam sebe, mogoče jaz dostikrat nisem bil ustrajen. Da takrat, ko ti je težko, da tisti potem uspejo, da kljub temu, da se mu zjutraj ne da vstati, pa iti na trening, da gre vse na trening, ker ve, da če bo šel na trening, bo on opravil trening, tisti, ki pa se mu ne da, ga pa ne bo opravil in bo on nazadval, on bo pa napredoval. Ne. Tako da mislim, da predvsem ne smejo obupati, pa da morajo počasi stopnico pa po stopnico, da ne že pri 14 letih razmišljati, da bojo šli pa v Italijo ali pa ne vem kam igrati nogomet, ampak da najprej se razvijajo v domačem okolju, potem napredujejo, grejo v malo boljši slovenski klub, potem pa v tujino. Ne, pa da že pri 12 letih menjajo lokalni klub za tega, da gre nekam drugam, pa zgubi vse svoje prijatelje, a ni najlepše igrati nogomet s svojimi prijatelji, ne? S tistimi, ki se odraščajo. In to se jaz najraje spomnim, kako smo mi
fantje, ki nikoli nismo igrali nogometa na profesionalni ravni, vsako soboto in nedeljo igrali nogomet na šolskem igrišču, kljub temu, da smo prišli domov ob 3 zjutraj, da smo šli ven pa to, ampak da smo se potem družili na igrišču. Ne. Tako da predvsem nas smejo obupati. Ne. Drugo vprašanje, glede na to, da si vsem hodil na tekme, spremljal tekme, si verjetno tudi se srečeval s starši in različnimi, ta nasmeh mi je všeč. Kaj bi pa svetoval, glede na to, da veš, kaj pomeni zdaj neko vrhunstvo, ker ga ti spremljaš te športnike vrhunske od blizu, poznaš njihove tudi osebnosti, kakve so. Jaz moram reči, da večina teh res dobrih igralcev, ki sem jaz imel srečo z njimi govoriti, so zelo skromni. Ne? Kaj bi pa tem staršem svetoval? Zdaj imamo kaj, zdaj so že v podaljšku, bo še penale streljali, ko to lahko pa 3 ure govoriva o starših. Ne? Misel, kaj naj tem našim mladim igralcem, pa trenerjem, pa tako naprej, kako se naj... Pustijo naj jim, da se zabavajo, ne? Da naj jim pustijo na začetku, da je to zabava, da grejo z užitkom na trening, da ne razmišljajo o tem rezultatih in to. Jaz imam osebno izkušnjo, ker je bila moja bivša žena teniška igralka, pa je imela tudi potem svojo teniško šolo, ne? Maja Matevžič, in jaz sem toliko enih staršev ambicioznih spoznal, da sem na lastni koži pa rekel, moj otroc, jaz pa nam do njih tak. Ne? In jaz, ko je moja hčerka igrala tenis, ja, ona je igrala, jaz sem gledal tenis, sem ji malo tako pomahal, sploh nisem vedel, koliko je rezultat. 5 minut prej sem se pogovarjal s staršem od njene tekmice, vse je pogovarjala, vse. Ko se je tekma začela, je ta mama samo še tenis gledala in bila čist, pa moj je bil prehlajen, pa to ne, nekaj izgovori iščejo za otroke, če bojo izgubili. Ne. Ampak otrok mora biti v športu za zabavo, zato da dobi neko disciplino, pa nek red, ne, ker vsi vemo, kaj nam da šport, ne, da nam da tudi nek red in disciplino, da veš, da moraš zjutraj vstati, si pripravi torbo, ker veš, da imaš kasneje potem tudi trening in da po treningu moraš nekaj dobrega, kvalitetnega pojesti, pa šolo, ne, da imaš neki, posebej v teh novodobnih časih, ne, ko so še računalniki in igrice vmesne, da je to nekaj posebenega. Tako da predvsem naj jih pustijo, da se zabavajo in predvsem naj ne bojo ambiciozni za njih. Ti se lahko postaviš nad glavo kot starš, če otrok ne bo imel te želje, potem ne bo on uspel. Novak Djokovic je tak primer, ne, če tako pogledaš, ne, on je že v 4. leta, ko držal tisti lopar, vedel, da bo nekoč številka 1. Mnogi tako razmišljajo, pa jim ne uspe, ampak imaš pa neke sanje oziroma neke želje, po katerih lahko postaneš boljši človek, ni treba, da si profesionalni športnik, imaš pa neko izkušnjo, ki ti bo pomagala potem meni v novinarstvu, naprimer, tebi kot trenerju. Meni je pač, jaz bi sam tudi dodal, ne, da zelo veliko naših gostov, ki so tu, niso imeli vrhunske kariere zaradi različnih razlogov, ampak so pa ostali skromni. Pač navijači, bom rekel, nogometa, zelo dobri ljudje, ne, pa strokovnjaki na nekem področju, ker so pa osvojili tisto, kar si prej našteval. Ne. Neko red, disciplino, predanost in tako naprej. Ne, to si želimo, ne, za svoje otroke, ne, da ima nek red in disciplino, da bo znal potem, tudi ko ne bo več športnik, živeti, ne, da bo živel bogato življenje. Ne, pa. Ok, jaz upam, da si užival, midva sva. Da sem povedal kaj pametnega? Prosim? Da sem povedal kaj pametnega? Zagotovo. Da sem dal kakšen nasvet staršem, predvsem to, staršem je pa res, to pa morajo res paziti, da ne pretiravajo, ne, ker tega je pa res preveč in potem, če pri 14 vidijo Mesija, ne. Ja. Dajmo malo počakati, ne? Ja, otrok odločil, ne? To pustimo strokovnjakom, ja. Ne, tisti, ko so na igrišču, delajo, pa bojo potrpežljivi z njimi. V glavnem, jaz se ti zahvaljujem, da si bil moj gost, vsi ostali, ki poslušate ali pa gledate to našo oddajo, vabljeni, da pregledate tudi za nazaj, zelo veliko zanimivih gostov smo že imeli, verjamem, da jih bomo še imeli. Zahvalil bi se tudi hotelu Nox za prostore, ki so nam jih omogočili na Celovški v Ljubljani so, pridite si pogledati hotel, res je, Toni je rekel, da so odlične tortice in tudi restauracija, tudi Anže se strinja s torticami. Lahko, čeprav je že pozno ura, ampak če bo tortica, pa bom ustal. Tako da se vidimo naslednjič. Hvala lepa, pa lepo zdrav. Srečno.